Hashtag progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress This is a progress It's your report. boy, Mr. Youth. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat. Placa imamo za 34 ur, tako. Jutri bomo nočno. Komu dali, to je to. To imamo na tiho. Jaz sem 30 do. Vse ni tako hakli. Na začetku sem bil full ono, bog ne da, ne vem, bi miš po tleh šla pač. Ja, ne se. Zdaj pa nisem. Bolj, ko je spontano, boljše. Ja. Točno tako. Točno tako, to je to. Ok. Evo, pozdravljeni, poslušalci, gledalci, kakorkoli. Nova epizoda, 26. če se ne motim. Danes z mano, z vami, Jernej Kelbič. Točno. Poklicni gasilec. Poklicni gasilec. Ja. Gasilske brigade Maribor. Več pa ne povejo, nismo se nič hotela ekstra spoznavati, zato da se bomo tu, da vse čim bolj natur pa spontano, tako da Jernej, hvala, da si prišel, da si vzel cajt. Ja, hvala tebe, ne, da si se, rekel, ne spomnil, ampak ja, je kar zanimiva taka tema, po mojem. Ja, daj mi za začetek povej, dan si že 12 delo, ne? En ruski turnus. 12 ruski turnus sem že delal, čeprav si ti tu je bil pri nam, ne, to, da si mogoče tisti trenutek, oziroma vse nekaj malega vijo. Ja, to mu tak pol, tako da poslušalci, gledalci, bomo še naredili celi videoklip o sami gasilski brigadi, o prostorih, pa vozilih, pa malo opreme v to, tako da čeknite. Za vse, ki te ne poznajo, da malo povej, kdo si, kaj delaš. Čisto tak, vsakemu, ko se predstavim, sem verjetno vsakemu rečem, da sem gasilec, ne? Ja. Ker je nekako najbolj enostavno, ne? Je pa res, da je to bilo je bilo to kar zanimivo, oziroma bom rekel, da je vsak pričakoval, spraševal. Ok. Zdaj pa rekel, tak sem, 18 let sem že na brigadi, ne? Ja, to Da, kar, mislim. Je kar ja, že neka doba, zato ker sem kar hitro prišel. Je bila tista otroška želja, ki se mi je pač izpolnila. Tako da ja, pol pa pri ljudeh mogoče vidiš včasih tudi, da je to, ne bom rekel kontraefekt, ampak mogoče te ljudje malo drugače gledajo, ne, in začneš spraševati, dobivaš neke vprašanja, ki ti mogoče niso pogodo ali pa. Ja. In včasih mogoče tudi obrneš kam drugam, v katero drugo smer. Ne. Ja. Je bil, pač je bila ona čista otroška želja, ali je bil, ne vem, kdaj kaki trenutek, ko si bil mali, pa so gasilci prišli, pa si videl, pa se... Tako da skoro živim v gasilskem domu, oziroma sem živel, pa včasih domačija je bila v Malečniku, prvi sosedi so bili gasilci, tada cela familija je gasilska. Je pa res, da že v vrtcu, ko so me spraševali, sem vedno rekel, kaj boš, mislim, ko so me spraševali, kaj boš, sem rekel, gasilec. Tada sem sledil temu. Je pa res, da nisem, takrat, ko so bili tisti testi, sprejemni, rekel, nisem v prvo, ne, sem v tretje, naredil sem vedno test, ampak pač sprejet sem bil v tretje. Ne. Kako je pa izgledalo to? Spremni? Ja, to spremni so zdaj, se kar spreminjajo. No. Ja. Zdaj smo šli, bom rekel, čisto profesionalno smer, se pravi, da imaš psihofizične testiranja, ki jih moraš upraviti, jasno, se pravi nekaj na stadionu, nekaj od kondicije do tega, pa še plavanje. Lahko gremo tu malo bolj v detajle, da... Lahko gremo, to so, ne vem, smučarska drža, počepi, Cooperov test, take zadeve, osnovne zadeve, da si sploh fizično pripravljen. Polje pa plavanje, to je tudi kar, bom rekel, selekcija. To pa ne, rekel, mislim, tak, če bi me nekdo vprašal, si ne zaradi mislil, tega, da imate. bom rekel, tako prej, mislim, pred leti je bilo kar tak, da je bilo za 4 delovna mesta, naprimer, bilo 150 prijavljenih kandidatov, ne. Dio, to je ful, ni? Ja, in neko selekcijo načeloma moraš narediti, ne, zdaj narediš sistem, pol pa jasno, da tudi če si najboljši fizično ali pa psihično pripravljen, ni to merilo, da boš sprejet, ne. Še vedno je neka tista kemija, ko mora biti med delodajalcem pa med tistim, ko pač pride na brigado. Pa tudi med ekipo, verjetno. Tisto pa pol, ne. Bom rekel, da nekako zbereš kandidata oziroma vodstvo določi, kjer bi bil najbolj primeren. Ja. Pol se gre v šolo, pol leta v Ljubljano, si v Ljubljani na Igo, te učijo nekih gasilskih veščin, tehnik, prideš poln znanja, misliš, da obvladaš vse. Ja, in tako. Pol pa sledi tisti reset na brigadi, pol pa praksa. Praksa in pa pač vzgajanje, bom rekel, gasilca v svoji smeri, oziroma tisto, kar pač potrebuje brigada. Ne. Ful dobro. Kaj smisel, kaj pa recimo pol, če ne vem, se jih toliko prijavi, pa samo enega rabite, kaj pa pol z ostalimi, imate, ne vem, seznam, pa jih, če slučajno... Načeloma je tako, da če imaš željo, boš tako večkrat
poskusov. Ne. Okay. Bom rekel, da večinoma jih večkrat poskusil, Ja. da ni tisto tuji. Zaradi tega to je tudi neki pokazatelj, ne, da ni to muha enodnevnica, naprimer, Ja. ampak da si res želiš, ne, da poskušaš večkrat. No. Ja. Se pravi, ti si pol kaj, 18 let dopolno, pa ali kdaj si pol... V bistvu v 21 je pa takrat, bom rekel, prvič, ko sem šel na testiranje, bilo vse ok, sem prišel med tistimi, bom rekel, top. Ja. Pa sem imel razgovor pred bivšim poveljnikom pa direktorom, Ja. sem prišel v pisarno, pa pravi pač, kaj še delam, pa sem rekel, sem drugi letni iz faksa, Ja. zaključujem, še imam nekaj izpitov, pa rekel, ok, te pa to naredi, pa ko boš naredil faks prije nazaj. Fuck. Rekel, takrat naprej mi je bilo tako žal, ko sem šel iz pisarne. Ja. Kaj si mu sploh rekel, ne? Ja, točno tako, ja. Ampak vse se zgodi z nekim razumom, da za nazaj verjetno res ne je nič spremenil. No. Okay. Moraš pa tu in malo dozoreti, bom rekel, kot človek oziroma kot oseba. Ja, tada je bilo v pravem času. No. Okay. V bistvu je bilo, mislim, da z 21 let, ja. Dobro. Ker mlad, ja. Te si med... Bom rekel, da nisem med najstarejšimi, Ja. sodim sam, verjetno ne, ker še vedno mislim, da sem tam 23. No. Ja, itak. 25. Glej, jaz pravim vedno, si toliko star, koliko se počudiš. Ja, točno, sploh pri meni gre življenje, res, to je noro, ampak ja, bom rekel, da že med tistimi populacijo, ko je malo dlje na brigadi. Ker v tistem času, ko sem ravno jaz, ko sem prišel, je bila menjava generacij, se pravi, so starejši šli v penzijo, pa so pač malo več nas je prišlo, Ja. tam mladih, smo pa zdaj, ker ja, zdaj, ko vidiš, bom rekel, te tam mlade, tako ko sem jaz prišel, pol dobiš malo občutek. Ja. Ja. Kako pa je pol, recimo, z temi starejšimi, ko je pač logično, ne vem, ni več tak fizično sposoben, ko pa neki friški, ko ga dobite 22-letni. Načelno naše delo je tudi tako sestavljeno, mogoče, da se da to nekako skorigirati. Ne. Aha, okay. Jasno je to, kaj zdaj mogoče, kaj je trend, bom rekel, vseh držav ali pa sledimo pač Amerike ali pa bilo kakorkoli. No. Ja, da vedno starejši odhajamo v pokoj. Ne. Ja. In to je za nas, za tako delo, je to kar problem. Ne. Ja. In pol mogoče tiste, da starejše pač uporabiš nekje ne v prvi bojni liniji, ampak Ja. pač tisto od zadaj, kaj pač potrebuje, tu je neka uspešna intervencija. Ne. Ja, kakšna podpora ali Točno pa... tako, ali pa nekaj vodstven kader, ali nekaj takšnega. Okay, ne. okay. Ker z izkušnjami je tu Valjda. dosti pomeni. Ne. Kar je po eni strani tu škoda, če tako gledaš, ne, bolj ko si star dlje časa, ko si not, več izkušenj, ne, samo škoda, ker te pa pol po drugi strani pač fizika jebe, vse ne. je logično. Tu je, ne, zdaj, če si toliko let, mislim, več ni, ne da ni energije, ampak je pač logično. Ne, Ja, fizično, mogoče tudi, bom rekel, imaš tudi druge cilje, druge poglede. ja, Jaz sam pri sebi vem včasih, ko se spomnim, oziroma ko se za malo zamisliš, ja. takrat, ko sem prišel, kakšno smo razmišljali takrat, pa kako ga imam zdaj, ne, da je zelo razlika. Kako pa si ima, če lahko tako malo... Ja, v štartu, bom rekel, sem bil parkrat zelo nepremišljen. Ne. In mogoče delaš kire stvari, ko niso glih ravno potrebne, oziroma, ja, ampak to imajo vsi gasilci. Ne. Včasih gremo res z glavo skozi zid, pa včasih postavimo svoje življenje dansko pred nekoga drugega, ko ga ne poznaš, ko greš streljen oči za nekoga, ko res sploh ne veš, kdo je. Ja. Pa to adrenalin tudi pripomore? Ali... Mislim, da adrenalin, vse skupaj, pa dejansko smo, gasilci smo taki. No. Mislim, Bo šel. to je skupina ljudi, ko je res malo posebnih, ampak v dobri luči. Ne, tak, ja, smo kjer, bom rekel, ja, v tej smeri. No. Okay. Teda, ali je to čut, ali je to sočut do človeka, ali sem mogoče bil prejšnji življenje, kaj druga, pa pač služim kot to, ampak ja, zanimivo. Se pravi, si... Kje si rekel, v Ljubljani je to? V Ljubljani na Igo je center. Na Igo, ja. Ja, to je šola za poklic, obstaja prav šola za poklicnega gasilca in pač se vsako leto kandidati grejo januarja tja, ostanejo do junija, pa pač imajo, se pravi, dosti je, bom rekel, teh preigravanj scenarijev, pa plus teorija. Ne, to da je, ker, bom rekel, da je kar intenzivni 6 mesecev, od ponedeljka do petka so fantje doli spijo oziroma so spali. In kar osvojiš, bom rekel, tistega gasilskega. Pa to grejo vsi poklicni gasilci ali tudi prostovoljni na... To je samo šola za poklicne. Aha, ok. Ja. To je enkratno izobraževanje ali hodite vi tudi v času... To je enkratno, da ti dobiš sploh poklic. Ja? Poklicnega gasilca obstaja oziroma je. Potem pa imamo interno izobraževanje. Okay. To pa poteka nenehno, zato ker tehnika se spreminja, taktika se spreminja. Bom rekel, da je to res... Gasilec, po mojem, opravlja 10 poklicov naenkrat. Ne. Ali si vodovodar v enem trenutku, ali si res, to je neverjetno. No. Včasih kuhar tudi. Itak, moraš znati. Ja, mislim, smo kar, bom rekel,
tehnični tipi, jasno pa je, da jih imamo tudi, mislim, brigada je sestavljena tako, da imaš nekaj tehničnih, ko so dobro podkovani, pa nekaj jasno, da rabiš tudi, bom rekel, bolj vodstvenega kadra ali pa ne vem. Valjda. Bom rekel v tej smeri, ne. Ta harmonija je vedno nekako obstaja, ne. Ker tudi jasno je, da vsi nismo za vse, oziroma nekdo je dober v enem pogledu, drugi je mogoče drugi v drugem pogledu. Ne. Ja, pa hojte tudi kaj na kakšne, ne vem, izobraževanja v tujino ali pa... Ja, tudi, ja. Naprimer, lani smo s poveljnikom smo bila v tujini, v Belgiji smo šla gledati eno tekovanje, ko je pač za vrno tehniko. Bom rekel, da je tisto najbolj močno tekovanje, tam dobiš neke izkušnje, neke poglede, vidiš, kjer opremo kdo uporablja, tada pa izmenjava, to pa je vedno izkušen. Tada je skozi nekaj, vsako leto hodimo po Taplači tudi na Brač, 7 dni, se pravi, da imamo tiste stažne, kondicijske potope, tam nabiramo neke izkušnje, tam spoznaš nekaj ljudi, vidiš drugo opremo, tada je skozi, ampak po področjih pa sigurno si. Se oprečujemo in nevednosti, ampak čisto laično bi sklepal, se mi zdi pač, ko se enkrat naučiš ogenj pogasiti, ni skozi isti sistem. To je zanimivo pri moji službi, ne? Zato ker po 18 letih še nikdar nisem študiral, še dan smo nič služil. Ne? Res, okay. To je taki feeling, ko ga težko dosežeš v življenju. Ne? To pa niti en dan ni pri nam enak, ne? Zato ker nikdar ne veš, kaj te pričakuje. Ne? Ni tiste monotonosti, priješ pisarno si za računalnikom, ne? Ni tega. Ne? To je vedno neka dinamika. Jasno, ali je to intervencija ali ni intervencija, ali so to vaje ali ni. Ne? In, vsaka situacija je drugačna. Če si imel, bom rekel, 100 intervencij letno, 101 ni niti približno enaka. Ne? So neke sporednice, lahko vlečeš neke izkušnje, ampak ne moreš pa to, da bi zdaj kopiral eno do druge. Ne? Ja. Mogoče kakje enostavne, reševanje muce z drevesa. To je bolj kot ne. Je dejansko to še praksa? Ja, valjda. Imamo zelo dosti tega. Ne? Ne vem, če si me mislil vprašati, kjer nam je bila najbolj zanimiva intervencija. Prijema še do tega. Ja, ker ni, da bi zdaj rekel, da greš v točke 1, 2, 3, 4. Ne. Ja. Imaš neke osnove, pa moraš kombinirati. Meni bi bilo bed, da bi, ne vem, če mene je bilo doma ali pa nekdorkoli poklical vas, da prijete mačko dol spraviti. Mislim, pa dobro, no. Ja, pa sem rekel, da to še mogoče ni taki problem, zakaj se folk kliče. Ne. Ampak na nek način, saj jaz imam rad živali tudi. Ja, itak. Pa gasilci vsi imajo, zato ker mi se odzovemo normalno, ne, sploh ni problema. Ne. Zato, če je res nekaj problem, ga mi pač rešimo. Ne. Ja. Ste imeli kdaj, ne vem, pa veziher ste imeli kakšne primere, ko so vas klicali, pa ste bili pač žal to, mislim, lahko prijem pomagati, samo to ni naše delo. To pa možno z leti priješ, sploh bom rekel za neke težke intervencije. Ne. Včasih res, ko priješ nazaj, študiraš pismo, mogoče bi še lahko kaj naredil, kaj nisem, ali pa ne vem, ne. Ja. Po drugi strani pa mi nismo bogi, ne. Jaz grem tja, da pomagam v svojih najboljših očeh, ekipa tudi, vedno pa ne moramo rešiti, ne. To pa je 1+1, ne. Ja. Ampak vedno damo vse od sebe, oziroma tisto res najboljše, no, kaj je v tistem danem trenutku, ne. Ja. Ne moreš pa vedno, mislim, ko za nazaj gledaš, verjetno bi kaj spremenil, ne, samo v tistem danem trenutku mi imamo sredi noči ob 2 potegne neke odločitve, ki so za nekoga, bom rekel, lahko usodne ali pa ne, ker težko, teda. Z tega vidika, ja. Ja, fakt, ko se zavedaš, da dejansko pol, ko si tam v prvi bojni liniji ali pa na licu mesta, ko se moraš ti v delčku sekunde odločiti, ali to ali ono, ne? Ja, ampak to so neke izkušnje, bom rekel, ko ti zelo dosti pomenijo tudi življenju, ne? Ali to v privatnem, mislim, predvsem v privatnem, da lahko pol tudi to, če si vsaj koliko toliko lahko to tudi uporabiš, ne? Ker organizem se ti na nek način navadi nekega stresa, nekega odločanja v nekem kritičnem trenutku ali po momentu, da je včasih kar zelo uporabno. No. Itak. Tak sam bi opisal delo gasilca, ful stresno, ali ne, dobro, zdaj si tak, sam rekel, si se napadal, ne, ampak... Ne, se to večkrat vprašanje, jaz ga ne občutim. Se ti napozna. Vem pa po pričevanju, oziroma vsaj po familiji točno vejo, kdaj je bilo v službi, kdaj je bilo stresno, kdaj nisem pri volji. Včasih sem mogoče tudi skipljiv, ampak na dolg rok sigurno da, ne. Na nekaj v podzavesti to nekaj odstane, ker je telo enostavno v neki stresu. Ne. Se pravi, tako smo imeli danes, ko je alarm, si takoj v tistem krču oziroma ne, teda to imaš, bom rekel, v neki podzavesti. Ne. Za sebe ne, rekel, mislim, ker tega ne čutim, ampak sigurno dolg rok. Ja. Prijema še do tega, samo da gremo malo po vrsti, ne, fulim šeš. Daj mi na hitrce samo razloži razliko med poklicnimi pa prostovoljnimi gasilci. 80% nas poklicni je tudi prostovoljni. Okay. Teda tudi jaz sem ogromno časa, prej časi, oziroma ko sem ga imel,
sem preživel tudi kot prostovoljec, oziroma sem se trudil, pa pač delil znanje, pa vse ostalo. Bom rekel, danes po tehniki, mogoče tudi ne tako, zato ker prostovoljci saj v Mariboru je prostovoljstvo kar razvito, no, kar se tiče vozil, opreme, znanja, vsega skupaj. Je pa pač to, da jaz to delam za denar, ne, dejansko jaz sem plačan tega, živim od tega in pa malo bolje vse skupaj na profesionalni ravni, kar pa tudi, bom rekel, tudi ljudje pričakujejo od nas, ne. Dejansko mi smo dnevno vpleteni v neko gasilstvo, v neko izobraževanja, bom rekel, naše delo je tudi nekako sestavljeno, bom rekel, bolj vojaški sistem, ne, oziroma imamo svoja pravila, hierarhijo, ki jo treba pač spoštovati, ne, to se pač zaveš, oziroma zavedajo vsi skupaj, neko pride na brigado. Tada. Pa se mi zdi, taki ključni sistemi morajo imeti neko hierarhijo, pa pač... Ja, drugače ti razpade sistem, to je pri nami 4 izmene po maksimalno 18 gasilcev, to moraš vedeti, da nas je 72 karakterov, ne. Da to handla včasih je kar problem. Zdaj pa sploh, če bo, ne vem, pač itak, ljudje smo različni, eni imajo full ego, tajni nima, eni full svoje glavi in zdaj, če bo vsak nekaj po svoje hotel. Točno, to je, ne, to drugače ti razpade, to ne moč, mislim, ne bi mogel delati, ampak ja, ko pride, vsak ve, ki moje mesto, no. Koliko pa vas je vsega skupno na brigadi? Se pravi 72 plus poveljnik, 73 nas je v operativi, pa še imamo pač vodstvo oziroma vodstvene funkcije, se pravi direktor, ki pač skrbi za naše finance. Pa tista povezava res z vsem ostalim, pa pač, bom rekel, dnevno službo, ki pa skrbi, ne vem, za vzdrževanje vozil, pravno službo, računovodstvo, knjigovodstvo in pa tako dalje. Pa vas je tistih, kako bi rekel, v prvi liniji dovolj za Maribor oziroma za območje, ki ga pokrivate? Ne, po našem elaboratu bi nas moglo biti več, ampak bom rekel, da smo poveljnik, pa sploh direktor se trudita v tej smeri, ja, da, ampak tako veš, to je vse povezano z financami. Ja. Elaborat določa občina, država? Ja, občina. Ga izdela pa pač polna merila, koliko je poseljenost bila. To je res ogromna neka študija, ki pa ti pač pol končno da neko cifro, ki jo pač naj bi dosegel, ni pa nujno. Ne. Je pa res tako, da pri nam je najvišje oziroma edini najvišje odgovorni je župan kot tak. Ne. In pol temu vse to sledi. Ne. Ampak načeloma bom rekel, da nas ni dovolj, je pa še obvladljivo. Zato, ker imamo zelo dober support od prostovoljnih gasilcev. Glavnem ni kritično, pač če zdaj neka ekstra pizdarija nastane... Ja, to smo tako vsi skupaj, ne, ampak za tiste dnevne, naprimer tako smo imeli danes, ko smo imeli intervencije, pol že ena ekipa samo perajt za res neke sporedne, ker ponavadi je tako, ko imaš eno intervencijo, te je glih, še imaš drugo intervencijo. Ne. In vedno probamo zagotoviti res, da še imamo tisti backup ekipo, ne, da bilo česa, ko, ne vem, ali prije to do prometne nesreče, da še ena ekipa sreduje, ne, tako je. Ja, ker sem zadnjič imel glih enega prejšnjega gosta, ko je bil Luka, pa smo se tu imenili o tem, on je sicer vojak. Za slovensko vojsko vsak ima neko svoje mnenje, kak je, v glavnem on je podal svoje mnenje, da pač ni pripravljena na neke, kak bi rekel, resne grožnje, ne. Je Maribor oziroma ste gasilska brigada Maribor, ne vem, si izmišljujem, če v Hočah eksplodira ali pa ne vem, je teroristični napad na one rezervare petrola. Ne, tu je razlika. Bom rekel v gasilirstvu, zato ker tudi, če vprašaš folk, ali pa če greš raziskave, smo kar spoštovani oziroma nas kar, pa to ni to zaradi pač filma, ampak je videno bom rekel, na terenu. Ne. Je pa res, dokler vojske potrebuješ, pač je, ne, nekaj obstaja, ampak dejansko, mislim, smo, ja. Okay. Nijati se kaj bati Mariborčan. Ne, veš, ker država je tako vedno kao pomirja, vse je v redu, pa nastane ena pizdarija, pa se takoj težave pojavijo. Veš, pa tako je rekel, ne, zato ker vsak od nas, ko je na brigadi, dela to z, bom rekel, z neko ljubeznijo, z nekim, ne, zato ker si hotel to biti, ne. Finančno pa je to čisto drugače. To pa pač je tako, no. Bom rekel, da tisti, ko smo malo starejši, imamo neko solidno plačo, je pa ful problem za ta mlade, ne. To se pa tudi po številkah zdaj, ne, zato ker gospodarstvo, zasluži dosti več zdaj in se vidi že opadanje, ne, da pač mladi rejši vhajajo v gospodarstvo, ko pa postanejo gasilce, ne. Kakve so to številke, če smo lahko direktno pa odkrita? Ja, mislim, direktno ti ne znam povedati, zato ker je čisto odvisno od človeka do človeka, ampak bom rekel, gasilec, ko je prišel na brigado, mu je država še dala do minimalne, ne. Zdaj to ne več dala, ampak je isto stalo, ne, se cifra isto ostala, po zakonu ti morajo dati tako da je kar težko, no. Se pravi okoli Jurija, recimo pa potni, pa malca pa to, kad biš. Fuck. Mislim,
Ni, mislim, vsak reče, ja, si je rešil življenje, je neprecenljivo. Samo Vse je res, v končni fazi pa nam to 15. se ne tako znane, oziroma se spomne poznane. Pa sej, mislim, jaz, dobro, ajde tebe zdaj na novo poznam, pa poznam še 2 druga gasilca, itak vsak reče, le, ob koncu dneva, delamo to za denar, nismo za ta poklic odločili za denar, ne, ampak ja, bi se pa poznalo, če ob koncu mesta bi se tvojo požrtvovalnost pa delo. Ja, se pravim, jaz sem zaposlen tam, ne, z 15. dobim, jaz živim od tega, jaz plačujem kredite z mojo plačo, ne, teda je včasih mogoče res smo malo prezrti, ker nas je tako malo, da nijamo vpliva. Smo imeli pred leti, smo šli na ulice, ne vem, če se bilo kjer spomnim, in je bil velik halo, kak smo gasilci, huligani, kaj smo vse, ne, ampak se nič ni spremenilo, ne. Vedno nas hvalijo, teko nas rabijo, ko nekaj naredimo, ampak se pravim finančno, pa to pa ni. Jaz sem tako že vedno rekel, pač, če mene vprašaš, vi bi mogli iti posebej, gasilci, reševalci, policija, vojska, svoj steber, pa vam dvigniti plače. To ni cilj države. Seveda ni. Je pa res, da, dobro, edini kaj je ful dober, bom rekel, pri naši službi je tudi stalen turnus in pa mogoče, da lahko pol kombiniraš, ne, ker vsi imamo neke SP, vsi nekaj delamo poleg, ne. To zaradi tega, ker imate pač ste taki po naravi, ali ker pač finančno moraš. moreš. Zato, ker znajo, nekaj narediti tehnično, rekel, znajo neke orodje pred v roke, imajo pač v tej smeri, eni malo bolj organizacijsko, pa jasno je, da ta stalni turnus je mogoče lahko splaniraš malo naprej, ne celo leto za dopust, pa to tako, da ni tisti neki menjav, ali pa da ne veš, da je, da z tega vidika je kerno. Ja, država po eni strani nima posluha za vas, ampak ko nekaj ekstra, recimo, ko so bili požari na Krasu, pa to bi se pa vsak sliko z vami. Ja, to je vedno tako, ja, smo že odporni na tom. Jaz osebno bi rekel, tam idi, ne vem se sliko. Ja, samo veš, da naš sistema spremenjuje, to je žalostno. Vse pravim, po drugi strani pa nekdo bo vedno prišel, zato ker je to pač neka želja, oziroma bom rekel, da res, tako sem ti rekel, po 18 letih še zdaj študiram, ne. Ja. Jutri, oni nočno. Imate kakšni gasilci svoj sindikat? Ja, imamo tudi. Pa ni. Vse je aktivno, samo se pravim, nas je tako malo v Sloveniji, da smo res z tega vidika, nijamo neke moči, ne. Škoda, res škoda. Mislim, ker ne vem, jaz osebno, pa jaz tu mislim, da se dosti folka tak državljanov, da se strinja s tem, da pač si zaslužite. Ja, tako se zdaj pogovarjam, to se ne gre za, da bi rekel, da bi mogel imeti 3 ure višjo plačo ali pa 5 ur, ne. To je mogoče, ne vem, 500-600 evrov za nekoga, ne. To je neki kredit, pač nekim mladim to pomeni, ne. Itak. Zdaj pa, če si že v neki javni uslužbenec, pa da opravljaš vsaj neko dobro delo, mogoče bi mogel imeti vsaj neko poprečno plačo, ne, vsaj ta mladi, ne. Ja. Je pa res, da tudi vodstvo pri nam, oziroma vodniki, namestniki, ne, načeloma imaš ti zelo veliko odgovornost, ko priješ na neko intervencijo. Ali rešiš zelo ogromno gospodarsko škodo, ali nekomu življenje po nekih odločitvah in po teh merilih bi vsaj mogel imeti neko res solidno plačo, ne, zato ker dejansko nekaj narediš, ne, oziroma vlečeš neke odločitve, ne. Ja. Ne, mislim, tako se mi zdi res za manj, recimo, ne vem, grete, si izmišljujem, grete gasit, ne vem, parlament, rešite vse noter, veš kaj mislim, oni se slika tam s tabo, oni vlečejo, ne vem, 4-5. Ja, to bi bilo aktualno, 10 dni pol pa je to. Ja, pa bi vse isto stalo. Ja, ne vem, jaz se še danes čudim, kak ljudje nimajo nekega, kak bi rekel, obraza, pa da ne cenijo, mislim, res zahtevnih služb, pa tega, no. Ja. Kar se pa tiče, prej si razlagal, da pač veliko vas dela še nekaj, ne vem, ali popoldan, oziroma ste še nekaj v svojem prostem času. S čem se pa ti kaj ukvarjaš? Kaj je tvoj hobi? To smo za pomal res lahko 3 ure. Ne, mislim, najbolj sem ponosen za to, da sem tehnični delegat pri Mednarodni smučarski zvezi, se pravi za snowboard. Vrhunsko. Tada potujem, pa hodim na tekme, kar se tiče snowboard. Delam za eno podjetje, zdaj ne vem, če lahko delam reklamo. Lahko, komod. Za Zadrgo, Okay. To je komunikacijska agencija, ki delamo za FIBO. Imamo zdaj ta projekte Eurobasket, se pravi moški, ženski. Nice. Sem branding manager in načeloma kot Eurobasket grem na eno prizorišče, pa pač nadziram to, kar se tiče vsega brandinga, pa neke celostne podobe. Ne. Dobro. Tada, ker ogromno nekega potovanja, neke logistike. Ja, pa letos sem bil zraven močno vpet, oziroma sem bil tehnični direktor pri Flugtagu. Okay. Tada so kar neki projekti. Ja. Pa še gasilec si? Še gasilec sem, poleg tega sem 14 dni bil z ekipo v Turčiji, ki so nas povabili, so delali svetovni pokal, so rabili našo pomoč, bomo rekel, v organizacijski smeri. Pa smo še šli snowboard cross delati, ja, tada je kerno. Pa prej časi sem bil pri Zlati lisici. Pa.
Zdaj škoda, Ja, vedno nam je vkrada. ampak tak je, ne, bom rekel, stvari se spreminja, včasih na boljše, včasih na slabše. Ja. Ob vseh teh stvareh, kaj si jih naštel, ko še delaš poleg, kako bi rekel, službe, ki imaš pol cajt, da ne vem, si vzameš za sebe 5 minut, pa gre. Ja, ampak ja, občudujem, mislim, čudim se, da pač res, kako pa pol privatno življenje. Ja, pa privatno življenje je ker hektika v tej smeri, zato ker ga moraš vrjo organizirati. No, zdaj se mi je res spremenilo, bom rekel, na zelo vrjo, teda sem v nekem novem zagonu. Okay. Zaključujem tudi hišo, da počasi po mojem 2 meseca pa se selim. Ja, se najde, ne, se ni panike. Mogoče to se sliši tako, ampak je kar nekako. No. Mislim, ja, samo se tudi, če fizično nisi vse posod skozi prisoten, si pa z glavo, veš, kaj mislim, vpet razmišljaš o tem ja, to projektu. Ja, to pač, bom rekel, da smo kar dobri gasilci v tem, ja. Tako sem te rekel. Kaj so pa, ne vem, tvoje, kako se ti odklopiš, kaj je tisto? No, meni je šport. Šport mi je kar. Da malo zbistriš misli pa. Na brigadi sem tudi potaplač, drugače sem vodja vrne tehnike, se pravi te skupine, ko se malo bolj ukvarja z štrikarijo, ker pač imamo pohore pa z neke specifike. Da kombiniram z tega vidika, pol pa je še neki drugi, res neko smučanje, ali pa ne vem, pohore je zelo blizu, da imamo res srečo, no, kaj imamo v Mariboru. Včasih, ko hojiš dosti po tujini, pa to je še vedno, ko se prepelaš v Mariboru, gledaš pa pismo, pa res ima neko energijo, ali pa ne vem, kaj te vem, nekaj je v tem Mariboru, ne. Jaz to i tak pravim, pa ne vem, ko folk se tja seli, pravim. Ne se znamo, nosto znamo nekaj šimfat, pa sem doben pa noče nič spremeniti na boljše, ne. Se tudi jaz sem bil v štartu tako, sem šel nekam, pa sem imel to mesto, pa sem mislil, pa kako ti tega Maribora namo, no, ne. Ampak načeloma, ko priješ nazaj, pa tako se vsedeš včasih na kavi, pa gledaš, pa pismo se ni tako slabo, ne. Ne, ni se imamo. Imamo kar potencial, pa ga kar na nek način ga kar izkoriščamo, no. Kako ste pa kaj, ki si rekel, da je pač vaš, kako bi rekel, zgoraj nad brigado je pa pol župan, ne? Ja. Kako ste kaj z županom? Ne, imamo dobro odnose. Mislim, ima posluh, kaj se tiče neke tehnike pa to, ampak on tudi ne more spremeniti, bom rekel, vse finančno nas podpira, ampak to je pol še država, ne? Ja. Tudi posredno nad občinami, ne? Ja. Ampak načeloma je posluh, no. Se nabavljajo vozila, se nabavlja oprema, sami si vijo, da v garaži stojijo samo res vrhunska oprema, vrhunski avto, ampak to je pač odvisno tudi od vodstva, no, se pravi od našega poveljnika, od našega direktora, da ima ta posluh, oba dva sta bila prej gasilca, točno veta, kaj rabimo. Je pa tako, jaz vedno vsakemu reče, ko bilo kjer, ko vpraša, kako prije avto, ne, se avto ni za nas gasilce, ne. Ti tak, da ne, avto je za folk. Avto je za občane, ja. Se pravi, boljšo tehniko, ko bomo imeli, boljše bomo mi posedovali, ne. Tada včasih kjer bolj spremeni mnenje oziroma razmišljanje v tej smeri, ne. In koliko je? Eno avto, recimo Lojtra? Leste je prek milijon, ne. Fuck. Ja, je kar zalogaj, ne. Ok. Naj si mislil, da je toliko bi rekel, ne vem, tak 400-500 bi rekel. To pa pol druga filozofija trgovcev, to je zato, ker za gasilerijo je 30% vse skup dražje, ne. Tako za nem baby stvari, veš. Točno tako, zato, ker stvari, mislim, to se more kupiti, ne, to je neka nujno zlo, bom rekel, ne. Je pa tako, da mi smo najbolj produktivni oziroma najmanj porabimo, ko smo doma v brigadi. Ja, mora biti avto vuni, da... Ja, kak izvozimo, je že neka škoda, ne, tada mi smo res najmanj smo škodljivi, ko smo notri na miru, ne. Ja. Se izobražujemo ali pa bilo kaj počnemo. Se pravi, če je lesta v milijon, vi imate koliko vozil park? Dve imamo pa, če 4 leta prije nova. Aha, tretja ne za zamenjavo? Ne, zamenjavo že. Aha, ok. Ja. Zaradi, ne vem, toliko sledimo nekim trendom, zato ker bom rekel, da se v tem času že tudi amortizacija pa vse ostalo, ampak treba iti s tehniko naprej, to pač je tako, no. Kaj recimo zdaj, če smo pri lesta, za kaj boste zamenjali? Kaj bo novega? Kaj zanijate? Ne vem, kaj rabite? To so neke novitete pri, bom rekel, pri ta novih lestvi, se pravi neka programska, hitrejša, bolje porabna, bom rekel, dosegi. To so neke tehnične specifikacije, ki pač jasno, da razvijajo in pač grejo naprej, ne. To, da mi tu sledimo tem, no. Ja. Je pa načeloma ostane ta, bom rekel, ta stara, ostane v Mariboru. Gre prostovoljnemu gasilskemu društvu, ne, ki bo tudi upravljal, se pravi, da imamo pol eno še več, ne. Ful dobro. To, da gre v tej smeri zamenjava, ne. Ja. Kar je logično, ne. Se pravi, kar se voznega parka tiče, imate, se pravi, lestev za dostopanje pa na reševanje iz, ne vem, višjih, pol so kaj cisterne? Pol so cisterne, pol so kombinirke, ki je pač neka osnova gasilska, pol si videl neko, bom rekel, logistično vozilo pa neko za vodenje večjih intervencij. Pol imamo specifiko, ker je Drava, imamo potaplaško vozilo, imamo
potapljači, bom rekel, čist za sebe, za naše potrebe oziroma za potrebe reševanja na in izpod vode. Pa imamo neka manjša tehnična vozila, nekaj za industrijo, pa nekaj velikih cistern. Ja. Da pokrivamo, bom rekel, res tisti ta veliki ali pa širok spekter vsega. No. Ja. Je kako, ne vem, vozilo ali pa neki stroj, ko ga, ne vem, nimate, pa bi ga lahko imeli ali pa rabili? Če boš vprašal nas, verjetno bi še kaj imeli. Ne, mislim, s to, kaj imamo, tako več, bom rekel, tudi fizično oziroma strukturno nismo niti zmožni več razpolagati, ampak imamo to, kaj rabimo, pa imamo to zelo dobro. No. Ja. Bom rekel, da v Evropi, če greš gledati, smo res, kaj se tega tiče, smo top. No. Dobro. Zakaj pa recimo, folk se vedno sprašuje, pa jaz se te vedno spraševal, ok, razumem, da pač Američani, ker imajo stolpnice, imajo one lojtre, ne vem, ful više, ampak njihove mašine oziroma vozni park čist drugače zgleda. Čist drugače, prime filozofija, tudi vsega je čist drugače. Zakaj to recimo? Pojma nimam. Zato, ker Amerika kot taka že deluje, tak, ne. Zato, ker je folk drugačen, tam ne dobiš pa litrske Coca-Cola, ne. Tam imaš liter. Tam imaš, ja, big gulps. Tada mora vse biti veliko, ne. Tako gasilski avto bi pravim zgledal smešno. Ja, pa ker tu recimo, oni vem, da imajo spredaj, imajo kar one big massive odbijače, da tisto samo pač avto potisneš. Tišijo, nam to narediš, pa po mojem si drugi dan na sodišču, ne. Ja, kak je s tem recimo, ne vem, gori, vi ste na nujni, oni na, vem. Ne, imamo ful probleme, no. Mislim, ko se kaj zgodi, oziroma če naš šofer, bom rekel, zadane drugega, je on kriv. Aha. Plača kazen. Ni kritja. Ne, plača kazen. Fuck. Zato, ker je pri nam zakonodaja taka, da ti lahko uporabljaš luči, ti lahko greš čez rdečo. Ja. Samo moraš varno to narediti, ne. Če tega nisi naredil, da koga zadaneš, pol si naredil nevarno, ne. Ok, ja, na papiru, ampak kak je pa pol dejansko v praksi, ne vem, vozilo ovira vašemu vozilu dostop? Ne upamo si, da bi razbil šipo pa skozi, ne, ker ti pravim, da boš v cajtengah, te bo predstavili drugi luči, tavžne eni stvari boš, bom rekel, bo od zadaj potegnilo, ko nija smisla, ne. Se izogibamo temu čisto tako, no. Se pravi, bilo treba kaj, ne vem, pač zakon temu. Ja, pa zavedanje ljudi tu je, ne. Danes enemu pokažeš prst narobe na ulici, bo da šel to žiti, ne. Ja, to pa je tak. Tako ne vem, ja, vse sam veš. Mislim, samo ne vem, jaz pa čisto drugače razmišljam, ne vem, če ima nekdo ali pa da zapira pot, pač mu avto potisni, kaj te zdaj, Ja, na koncu bi mu še jaz kazen stisnil, ker je vas oviro, veš kaj mislim? Se vem, ja. Mislim, Je pa kontra. Več jezdil, zato ker si se že sprijatelj s tem, ne, sploh ko greš na avtocesto, neko, bom rekel, neprometno nesrečo, pa kaj zapiranje teh, bom rekel, sredinskih pasov, to imamo res včasih take probleme. Zdaj je boljše, ko se je to začelo nekako v medija pojavlja, ko se je to začelo kazati, kak pa kaj. Je pa res, da smo sami bili tudi včasih krivi, ne. Zato, ker Avstrija je imela to, mi nismo imeli to, mi smo imeli odstavni pas, folk je bil tuji, ko se vozi, ko je malo dosti tranzita, se ne ve, kaj dela, mislim, kaj bi naj delali, ampak zdaj, ko je pa nekako poenoteno po Evropski uniji, se to že, bom rekel, najdejo pa vse idioti, ne. To pa je 1+1. Ja, in tak. Pa mi živimo od tega. Ne. Ja. Fuck, Če bi vsi bili pridni, te mi dela ne imeli. Morate imeti živce res, svaka čast. Ja, vse. Ja. Jasne, jaz bi pač, da ne vem, se nekdo nas Startu z avtom te odmakni. mogoče, to samo pol vidiš, da nija smisla, ne. Ja, samo. Vse najdeš dugo, mi smo, sploh v improvizaciji smo, mi krno. Imamo to razvito improvizacijo, to pa res, ne. Se ti pravim, zato ker niti ena situacija ni enaka, ne, in to improvizacija pa nam gre, ne. Pač najdeš neko drugo pot, ne. Ja, in tak. Pa rešitev. Daj mi reči, obstaja, pač vi spadate pod državo, ne? Ja, Ministrstvo za obrambo. Ja, je v tujini, ne vem, jaz pač ne vem, čisto tako sprašujem, kakaj, tako imaš, ne vem, privatne varnostne službe, privatne zdravstvene storitve, obstaja kje v tujini, da bi imeli privatne, ne vem, gasilske zavode, brigade? To si mu zelo dobro vprašanje postavil, ko si ga nisem nikdar sam sebi. Okay. Pa po mojem, ne, zato ker je prav zakonodaja tako napisana tudi. Ne, ker ko gledam druge dejavnosti, ne, imaš? Načeloma imaš, ne vem, tiste osnovne zadeve, neka požarna varnost, pa to verjetno tiste varnostne službe lahko delajo. Če narediš neki izpit, oziroma če greš čez neko šolanje, ja, ne, ampak te zadeve, da bi tak, to pa ne, to mislim, da niti ni praksa. Nekaj sem danes ful razmišljal, smisel Pikolina, imaš ful nekih varnostnih privatnih služb, pa ono pa tisto, pa vse z sistemom funkcionira, ne, gasilci pa pač ste vedno država. Ti bom rekel, to je zdaj za javno, kaj se tiče, ne. Drugače pa imaš v podjetjih, pa imaš svoje, oziroma lahko imajo svoje, ne. Ne, samo ker pač se mi zdi, da vse, kar nekako se privat sfura, je običajno
večji doprinos kapitala, več se flaga, več se razvija, boljši so, ne. Si mi poslovno idejo dal, ne. Recimo, ne vem, ne. Pa sem ziher, da bi se, ne vem, najdli sponzorji, Budžovani, taki onaki, bi rekel, dečki, bi sam. Ja. Ni drago, ne, samo mi ne od nara, kak je to. Ja, zamaške zbirali. Kak je s tem, z koledarji, pa to zgoraj brez postavni gasilci, je to samo iz filma, ali je še to kakva praksa, ali je bilo včasih, ali? Ne, verjetno se najde kjero prostovoljno, pa mislim, da tudi poklic, ne vem točno kjero, smo pa imeli letos mi ful dobro idejo, oziroma za naš koledar. Nekaj sem zasledil, ja. Ja, bil je, mislim, še v dobre delne namene šel in smo upravili znane Mariborčane, res je izpadlo ful dobro. Bom rekel, mogoče medijsko nismo se čist tak lotili, ko bi se mogli, ampak ja. Drugače je pa bila zelo dobra ideja, no. Oziroma je. Za tiste, ko ne vejo? Je pa to, da se je zbiral denar, si kupil pač koliko si dal, minimalna cena je bila za ne vem koliko, lahko si dal več, jasno, je pa tako, da ta denar obstaja še vedno, akumuliran, bom rekel, in pa bom pač se določil, ne vem, ko bo neka taka intervencija, da bo pač bilo kakva družina v stiski, ko res bo potrebovala, se ustanovi neka komisija na brigadi in bo pač določila, komu gre ta denar iz teh prostovoljnih prispevkov. Dobro. Je pa bilo ful zanimivo, zdaj, ker smo pol vsi sedovali, pa nekako smo bili v Europarku, smo predstavljali ta koledar in je bil ful odziv od ljudi, ne, so kar pripravljeni, dati bom še vseeno. No. Itak. Ne, jaz se spomnim, zdaj sicer ni več, jaz tako vedno tu živim, vem, da včasih, ko sem še bil manjši, so hodili. Ja, to pa moje prostovoljci pa hodijo, ne. Ja. Prostovoljna gasilska društva pa dansko v kraju, ne, so kot taka, bom rekel tudi kot ne vem, tako v Malečniku gasilsko društvo, prostovoljno gasilsko društvo Malečnik je kar aktivno, ne, in ga, mislim, krajani ga poznajo, ne, kot takega, ne, ni dosti, ne vem, so to pevci, so še pol nogometaši in td., ampak bom rekel, tisto neko največjo težo pa imajo gasilce, ne, in se nekaj denarja dosti, mislim, se zbere, ne, ampak kaj je to pol spet delamo, mi si opremo, s tem kupimo, ne, kar je žalostno, ne, Itak. Ti prosiš nekoga, da boš imel opremo za da boš sploh lahko drugim pomaga. Ja, taki pač smo, ne, in je to, ne vem. Kak pa je za opremo? Pač po intervencijah to, ne vem, se fejstu ni čuje, si je treba dosti menjavati. Je ker, bom rekel, da se, mislim, je ker, ne, imaš specifike, ko so zelo drage, imaš neke osnovne zadeve, ki je treba pač zdrževati, kupovati, dosti sami delamo. Kar se le da, kaj takega, da lahko sami popravimo, bilo kot takega, mislim, se sami lotimo, ne. Je pa te zamenjave, ker najmanj so to čista osnovna zaščitna sredstva, bilo kaj takega. Kaj recimo od opreme, se pravi, ko se oblečete, kaj gasilskega, se pravi, škorne imate? Škorne, pol je ta, bom rekel, požarna obleka, ki te ščiti pač pred določenimi temperaturami. To je tista nahozni tregere? Ja, točno tak. Pol je neka čelada, pa neke rokavice, to ima vsak svoje. Pa pač tista delovna oblačila, uniforma, bomo rekel, kot tako. Pa še imamo dva različna tipa imamo, ena še imamo pol za tehnične intervencije, ki je pač čisto ločena, isto s čelado, se pravi, da lahko poseduješ za neke te zadeve. Pa je specifika, ne vem, za potaplače, mislim, mi potrebujemo svojo opremo, specifično opremo, ki je spet, bom rekel, kar draga, zato ker pač moraš uporabljati res najboljše, zato ker gremo res v ekstremne razmere. Ne. Je pa zanimivo, ja. Naprimer, da greš decembra nekoga reševati v Dravo po noči ob 2, ta dodatek potaplaški, ki ga dobiš izplačanega, dejansko je €24 na račun. Ne se zabavati. Ja, €24? Ja, kave ne moraš kupiti. Za razmere. Ja, tak je to porihtano pri nam, ja. Tako da pol nekako, bom rekel, tudi brigada kot taka rešuje na nek drug način, da nam vse nekaj, da dobimo potaplače. Ja, žalostno, ne, mislim, včasih bi rekel, kjer moramo rešiti, ne, daško pa, da se norca dela. Mislim, res, dejansko. Ja, pač, kdo je, ne vem, nekdo je mogel biti v pisarni, ko je rekel €24. Ja, to so tisti, ko ne vejo, oziroma bom rekel, da list papira prenese vse, eni sedijo v pisarni in to pač tak je, ne. Taka, mislim, ne vem, taka oseba, ne vem, če ima 5 čistih pa Apple. Ja, nima, ne. Nima, ja. Samo taki odločajo naši osodi. Pa, kaj si ti da. In se pravi, to opremo, kaj si zdaj naštel, to dobite vi strani države, občine, ali morate sami kaj kupiti? To verjetno, mislim, obstaja požarni sklad, pa obstaja pač zadeve, budžet, ki je samo za opremo, iz tega pač se to črpa. In pa to pač naš direktor zagovarja, ne? On pač pove, kaj rabimo in z tega vidika pol se naredi, je tudi proračun v tej smeri sprejet, pa se ostalo, ne.
Dobro, ok, cool. To je Da pa- narajte, ne vem, še tukaj vi Ne, zraven. mi, ko načeloma se pravim, ta koledar je šel čisto, ko sem ti povedal, za ta zbiranje je šlo z tega vidika bolj kot dobrodelna oziroma dobrodelna nota, da naredimo še več, no. Ja. Da, ker smo pač občutili, da mogoče, pa neka nova ideja, ne, da tako sem rekel, tisto, da imaš, da si slikan tako pa tak je malo že izpeto, pa smo rekli, da imamo nekaj novega, oziroma imel ga si, naš sodelavec ima ful dobro idejo in smo se tega res lotili, oziroma so se lotili. Ful dobro. Imate kaj, pač zdaj, ko smo že glih pri teh koledarjih, pa to, ko pač se ženskami z nežnejšim spolom pogovarjate, palijo punce kaj na gasilce? Ali? Pa je, to mislim, je, ker okay. Non-stop je, ja, bom rekel, da še vedno, ne. Super, mislim. Si lahko kar ponosimo, tako rekel, bilo kiramo, ko rečeš, ne vem, tako jaz, ko dosti potujem, kot je vedno, mene nikdar ni bilo strano reči, da sem gasilec, ne. Ja. Jaz sem prvo rekel, ko me vprašal, kaj delaš, ker vsak pričakuje čisto drugo, pa ne, jaz sem poklicni gasilec, ne, te pa bolj spraševanje, zato sem ti rekel, da se pač včasih mogoče distanciram tega, zato ker, ampak je še kar spoštovan poklic, ne, oziroma je kar zanimivo, ne, pol vsakega pritegne, ne, zdaj, če bi rekel, ne vem, delam za neko firmo, da sem, ne vem, IT-ovec, Ja, ne, ok, okay. ja. Ko pa rečeš, da je gasilec, pa vsak ne, še to Pa verjetno vedno ista vprašanja. pol. Točno tako, ne. Ampak dobro, ti imaš dobro, ti ne vsak dan. Ok, ok. Imate kaj v brigadi zdaj samskih pubecev? Za ženske Ja, veš, da so poslušalke? tudi tam mladi, so So, kar, ne. ok, ok. Daj mi reči, prej smo bili na vašem voznem parku, pa je na enem, mislim, da je bilo zadaj, da je bila neka plastika stopljena. Ja, to pa je bilo na zadnje, tistem ta večjem požaru, ko so pač reševali hišo. To je bilo tam na Tezno? Ja. In je šel razvoj požara zelo hitro, oziroma krno in je pač si sam videl, da je Pač plastika. stopljeno, res. Ja, da je ker, bom rekel, temperature so bile, ampak so rešili vse tisto, res kaj so mogli, no, da ni bilo, je še to res najmanjša škoda, no. Pa koliko so tu temperature? Po- V kakih številkah ste menili? Včasih se čudno čuje, ampak to je senstno, ampak to je lahko za trenutek samo, ne, ampak bilo kaj, ampak z neko oddaljenost, z neko preventivo ali pa z našimi, bom rekel, operativnimi postopki mi tega ne. Ja. Mislim, ne zasežeš tega, ne. Ampak so pa kar ekstremne pogoje, bom rekel, za navadnega človeka ali pa ne vem, so ekstremni pogoji, ne. To je z tega vidika tudi ta mladi pa to kar zdržuje kondicijo, zato ker moraš biti, ne. Moraš biti fit, moraš biti psihofizično pripravljen. Sem videl tudi na vaši spletni strani, nisem videl, da imate fitness, gori? Ja, škoda, nismo šla pogledati, ja, zelo veliki fitness imamo, pa še večjo telovadnico. Telovadnica je normalna, se pravi, lahko normalno nogomet igramo, odbojko, Ja. košarko. Je pa naš urnik tudi tako sestavljen, da v dnevni izmeni med tednom imamo predpisano, oziroma gremo na telovadbo. Imamo 1 uro telovadbe, 1 uro pa pol telovadbe. Ful dobro. Ja, tada zdržujemo redno to kondicijo, pa tudi pol v nočni, tada, pa še pol, verjetno popoldan gremo na fitness, še malo razgibati ali pa ne vem, če še ima kjer željo, še kaký fuzbal. Tada. Ne, res ful dobro sem bil, mislim, tako nisem vedel, pač predvideval sem, da pač mora to vsak za sebe vzdrževati, ne, ampak ko sem videl, da imamo imate kar fitness pa predpisano, telovadnico, ful dobro. To imamo predpisano, tako so vajene. Tada, to je del službe. Eni pač sprašujejo, da hodijo v fitness, mi pa imamo pač to dano. Tada, to je tudi ena prednost. Ne. Vse, ti pravim, mogoče mi tudi nas gledamo, mislim, ne gledamo vse skozi denar, ne. Ker drugače bi spakiral pa šel delati za sebe. Ne. Ja, ja. Da imaš neke res tiste pozitivne stvari vzameš, pa sodelavce, kot je druga familija, naprimer, ne, pa polviš pač neki benefit. Ne. Kako je to, mislim, itak se verjetno vsi ful poznate, to ne vem, kot neka bratovščina. Ja, mogo bi priti 12 ur z nami, da to že, na koncu bi, pa tak smo, da gremo po 12 urah, te gremo še na pijačo, pa se še tam menimo, da nijamo 12 ur, razumeš. Kot da se niješ pun kufer. Ne, ja, te še pa gremo na pijačo, pa zjutraj na kavo, pa smo kar povezani skupaj, ne, tuj kot, ne vem, se pol si izbiraš prijatelje, glede na službo, se jih imaš ostale, ampak nekako najbližji so ti pač pol v neki sredini, ne. Itak. Kar je logično, ne, neke praznike smo skupaj, če pač prije, ne, bom rekel neki božič ali pa novo leto, pa to, tako da je to druga familija, kuha si skupaj, načeloma si 12 ur z njim, ne. Kako pa je to za te praznike, recimo, ne vem, božič, novo leto? Jaz tako imam, ne vem, stalni ruski turnus, pač pogledaš, kako prije praznike, pa to. Zdaj pa jasno je, da familija se na nek način tudi se sprijazni, oziroma partner se More se. Mislim, ja, se niješ druge. Je pa res, da si dosti tuji, ne, fraj se pravim, ne. Ja.
Mislim, dosti. Ja, Jaz ne gledam, če je nedelja, meni je isto kot ponedeljek, veš kaj mislim. Ne? Pač pade smena. Greš delat, ja. Tako danes je sobota, ja pa še to nija, jaz nimam feelinga za dneve, to pa nisem zlatovsko pogledam, pa planer, pa to ne. Za mene je danes tako ponedeljek ali pa ne vem, jutri nočna, ko je nedelja, mi je isto. Ne. Imate kakšne nickname ali se po imenih primkih kličete? Vsega. Vsi dobijo neka partizanska imena, bom rekel, neko pride. Zdaj ne večem, kjerega da si tak, ampak ja, ponavadi dobiš kako ne. Pa to si kako špičo, kot ti kaj ni ratala ali pa bilo kaj takega. Imate tudi kakšne, ne vem, ker ste pač, ne vem, da po prvi njegovi intervenciji ali pa po prvem onem malo hujšem, ne vem. Ja, valjda. Kak je to, mislim, kam imate? Vedno, mislim, načeloma naša zmerna vas celo spisek napisan. Ne vem, si prvič v mediju daš toliko, si peleš prvič na intervencijo, vodiš prvi intervencijo, ne vem, si imel bilo prvič kaj hujšega, pa take zadeve, malo malinkosti. Ja. Znači pa dosti zabave, zdaj sploh, ko je toplo, ne, se kar polivamo, ne. Vrš, ker pazi, skak je ejka, da ne, kak je empel vode dobiš teda. Je ko filmov včasih, ja. Mislim, zdaj ne vem, do zdaj koliko se, pa tudi, ko smo prišla s timom tja, res je bilo tako ono sproščeno med vami, ono zajebancija. Jaz se to zanimivo, jaz smo sproščeni, če pa bi bilo do intervencije, te pa pol koda v gasli. Ja, dansko, to pa je pol čist drugi, ne. Tudi ti greš v drugi mindset, oni grejo v drugi mindset, da je to čist nekaj druga, ne. Pa ni več zajebancija, pa... Ne, ja, to pa točno ve, tako sem te rekel, ki ima kjer je mesto oziroma kaj ima kjer je funkcijo, ne. To pol znajo zelo dobro rešiti, ne. Pa tudi že med samim, točno vemo, dansko je malo sobota, ko popoldan malo bolj prosto, se pravi, da lahko nekaj naredi za sebe ali pa bilo kaj takega, je to malo bolj spečeno. Med tednom je malo bolj našpanano, jasno, zato ker pač imaš zadolžitve, imaš, bom rekel, urnike, se ga pač moraš držati. Drugače pa je pa ogromno smeha pa neke zajebancije. Ne, jaz sem bil tak res, ful sem bil tak vesel, hkrati, da je taki vibe. Tako imaš občutek, da smo močni, pa doma časi smo še resko mali muceki, se malo bojijo, pa ne bi šel pred kamero, pa je... Ja. Tada, ja, smo ker človeški, mu temu rekel. Ne, ful dobro, res. Koliko imate, ne vem, na teden intervencije? Kakaj ti tako rekel, da letno je tam jure 400, no, tada je. Če si preračunaš, pol to 4-5 na dan nekje. Ja. Dan smo imeli 3. Okay. Neke manjše, ampak je skozi neka dinamika, se pravim, skozi nekaj, ne. Kaj pa v totih tvojih 18 let, rekel si že? Ja. Se povečuje število intervencij, se zmanjšuje? Ja, se veš, kaj, dosti je totih ujm pa tega, ne, to je dosti več. Bom rekel, da požara je v upadnem, zato ker je boljša preventiva, boljši materiali so pri gradnji, bla, 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 bom rekel, boljša samo zaščita tudi ljudi, pa vsega. Ampak ko pa prije do neke težave oziroma do nekega problema, pa ker dosti večji problem, pa dosti bolj zahtevno, dosti bolj intenzivno itd. Ne. Je pa z tega vidika teh, bom rekel, tehničnih ali pa ne uri, pa tega pa gremo kar visoke številke. Ne. Kaj pa tak, ne vem, ozaveščenost pač prebivalcev pa folka, ne vem, o požarni varnosti, pa to smo malo bolj, kak bi rekel, pametni ali... Ja, mislim, sledijo trendom folk tuji, ne. Ne napustijo, plinske bombe odprte, pa ono pa bo vedno, veš, to pa je 100 ljudi, 100 čudi, pravijo. Okay. Enkrat nenamerno, enkrat te muca vun zaklene iz stanovanja, enkrat otrok, to pa vedno, enkrat pustiš nekaj na štedilniku, pa pozaješ ključe, tada to pa imamo skozi. Ja. Kaj mogoče tak, ne vem, tak za poslušalce pa za folk, kaj morajo res paziti, no? Kaj zna biti res ful nevarno? Ja, najbolj so zdaj ta stanovanja, ko imajo res protivlna vrata, ne, to je mission impossible, ne. Ne morate not. Lahko. Ampak... Mi gasilci, ja. Jebeno. Pa tako si rekel, vedno smo še prišli. Tada. Vse obstaja, ampak z dosti večjo škodo, pa z dosti, bom rekel, težjim prijemom, ne. Je pač tista neka sama preventiva, ne, da ne pustiš res prižganega. Dan ne, so pa tudi se sam veš štedilnik se ti sami sklopi, ne, bilo kaj se ti sam, ne. Bom rekel, v tej smeri je dosti boljše, ampak bom rekel, starejši pa to še pa kar, ja. Ampak si pač niso sami krivi. Ne, ja, je tak, ja. Mogoče bomo isti, kaj da veš. Ja, in kak recimo pol to ta protipožarna vrata, hidraulika ali... Ja, jaz sem že tu imel primere, evelo še te bloki, ja, da nikako nismo mogli zlesti z drugim prijemom, pa smo pač mogli vrata dolo fizično odstraniti. Fuck. Tada ja, mislim, še imamo, ampak načelno probamo narediti čim manjšo škodo. Smo izobraženi v tej smeri, da lahko prijemo, koliko se da, bom rekel, brez škode, ampak včasih je pa to... Mislim, moraš tehtati pač, ne? Ja, zdaj, če gre za neko življenje, jaz tega ne gledam, ne, zato ker še vedno noter prišel, ne, pa čeprav razbijamo cela vrata, ne. Ja, in tak, ja. Tada pač to včasih more, se pravim, to vodja vam včasih težko odločiti, ne, ali je to res
bom rekel, nujno ali pa nekak, ne. Ampak je pa tako, da še vedno pol, bom rekel, jaz bom zagovarjal svojo odločitev, ne, ker jaz ne vem, kaj je noter, ne. Če bom nekomu rešil življenje s tem, da mu hitro omogoča, ne vem, da prijejo reševalci do njega, da bo ga obdržali ob življenju, pa kaj lahko zagovoriš, če pa vrčeš vrata, pa na koncu vidiš, da ni dobenga, ne. Ampak se pravim, jaz ne vem, kaj je noter. Ja, ne moreš vedeti, valjda. Ja, z tega vidika. Kako pa je pol po intervencijah, moraš ne vem, kaki poročilo narediti? Ja, mi pišemo dvojna poročila, eno državo, eno pa za sebe, tada imamo kjer papirno še. Ja, Fak. dejansko. Te koliko recimo ti, ne vem, za eno intervencijo vzame poročila? In še imaš pol nekaj 15 minut dela, vse napišeš, ker pa res, da pol bilo kaj, če bom rekel, da gre na robe, pol uporabijo to tudi na sodišču, ne, kaj se je zgodilo, kdo je bil, in moraš biti kar včasih natančen, da napišeš vse, kljub temu, da mogoče ki kaj pozabiš, ampak da kriješ sam sebe, tudi pa v brigado, ne, jasno. Ja, Tada, ja, ampak načeloma nije neki veliki problem, je, tu pa tam pa na leto se pa najde, ne, da moraš iti na sodišče, da moraš kaj še to, pojasniti, ja, da moraš kaj pojasniti, ampak nič kaj strašnega. Ne. Ja, kaj si mislil? Posneli smo prej tudi par tvojih sodelavcev. En je malo pač omenil stran stresa. Ja. Da ti si sam rekel, pač ti tega ne opaziš, oziroma vsaj začutiš, ne? Mislim, ja, je pa rekel, da, mislim, tudi odvisno od človeka do človeka. Jaz kar hitro, jaz nisem imel nikdar problema, sem kar hitro odklopil, ne. Nisem niti, sem prišel domov, pa sem začel nekaj drugega, sem res pozabil na službo, ne, nisem imel nikdar problema s pancem, pa vaj. Ja. Ampak danes je tudi s tem pogovorom, z nekim, bom rekel... Mislim, imate, ne vem, Ja, kako, ne vem, naravni, terapeuta ali pa... Imamo v službi, imamo porihtano, se pravi, da imamo neke zaupnike, v prvi fazi pa so pač prijatelji oziroma vodnik, ki pač ti objasni, oziroma ti poveš, pol če to ne gre, je ta psihološki zaupnik na brigadi, če pa še tam vidijo, pač, da ni, pač imaš na ravni države. Ampak je, se pravi, danes vsi to odkrito govorijo, tudi če imaš kakšne probleme. Včasih je to bilo mogoče malo bolj, si bil mevža ali pa ne, Niso hoteli, ja, in so pol moče kjerega pokopalo, ne tak fizično, ampak bom rekel, ja, mentalno, ampak danes je pa pol vsi nekako s pogovorom, pa z nekim, bom rekel, ne šala, ampak ja, ali pa s športom, ne. Vse nekako moč predelati. Jaz, če sem že tak, najraje grem pol na pohode, pa nekaj tako zadevo, ne, da to ven spraviš. Si imel kdaj kakšne težke trenutke? Pa pride, veš, mislim, včasih ki kako povežeš, ne vem, z bilo kakim privatnim življenjem, ali pa ne vem, včasih prije, težko, ampak je pol, mislim, ni problem tu, ne, se ti pravim, nekdo mora to delati, na srečo jaz to delam, pa všeč mi je, da to delam, ne, to da. Nikoli pa ne veš, lahko imaš neki, kot te slabo, bom rekel, slab dan ali pa ne z nekim, ne. Ja, valjda. Ja. To da je to, ampak se pravim, jaz do zdaj moram potrkati, no, nisem imel nikdar te problema, da bi. Sem imel več srečnih, kot bom rekel čist tak, ne. Nisi imel nikoli kakega, ne vem, res tragičnega? Ja, so, to je pri nam je, ne bom rekel, da je dnevno, ampak ja, to je del službe, ne, se to je normalno, ne. Se, tako sem te rekel, mi nismo bogi, ne, mi včasih prije do tega, oziroma prije, ne, do tega, se je logično, ne. Kaj so pa kaj, ne vem, dobro predvidevam, da najhujši so tak, če so kakšni otroci vpleteni. Ja, otroci so kar problemi, ja, pol pa prisotnost nekih svojcev, ne, to je kar še to pol pa reakcija njihova. Ker ko priješ ti si, ponovadi smo mi prvi, ne. In zdaj je pol to vse skupaj, ne, neka posledica, ne, že tak tragična kot taka, pol pa še zdravi svojci, pa vse ostalo, da ti nareš prav, si bo nekim, ne, je to pol kar, bom rekel, taki stres, ne, ampak ja, je pa dosti tudi zadevko so pa srečne, ne, ko si lahko ponosen, ko priješ domov, pa načeloma ti je dosti pomeni, ko priješ, ko vidiš familijo polno doma, ne, tudi je, pol se zaveš, kak mal je človek, pa koliko je potrebno, da si pa nisi. Ne, pa verjetno, mislim, ne morejo pol tisti svojci izraziti hvaležnosti, ne, mislim. Ja, to pa res je, dobivamo, bom rekel, to pa res skozi dobivamo neke maile, zahvale, to pa prije, no, še zna se folk, ne, pa nam to nekaj to pomenimo, čisto tako rekel, ne. Dejansko, no. Ko si... Ja, prebereš, ko direktor ponovadi to ali v tajništvo prije, pa pač da na oglasno desko, pa viš, da si bil ti na tiste intervencije, viš, da si ti tako odločil, si se prav odločil, pa si nekomu, viš, mislim, to je zelo, to je tisti del, ko ti na finančno odtekta, ti pa odtekta kot človeku, naprimer. Ne. Ja, si mislil, ko si bil mlad, pa si rekel, da šel za gasilca, da boš prišel po en taki trenutek, ko bo vsa ta čustva pa ti občutki prišli, si mislil, da je tak? Ne, mislim, ne. Zato, ker je ful dobro zletje, ne, ko se nazaj ozreš, ko dobiš neke izkušnje, pa ko vidiš, kako to poteka, pa življenjske izkušnje, ko jih pol nekako povede skupaj, je pol to res en dober feeling, no.
če ga znaš uporabiti. Načeloma sem ga znal uporabiti tudi druge smeri, tudi v privat življenju. Mi je to ful verjel. Mislim, bom rekel, da tudi odrasteš, bom rekel, zrelostno, pa nekako drugače časih pogledaš na svet, ne. Z tega vidika, kaj te vem, ne, mogoče materialnega, pa bilo kaj, ne. Ja. Ali pa nekaj dovolje, da nekaj si zapičiš, pa pač narediš tisto, oziroma stremiš nekemu cilju, pa ga pač izpolniš, ne. Ste imeli kdaj, ne vem, kakega sodelavca, ko pač je, ne vem, prišel do te točke, da... Ja, smo imeli. Pred kratkim, ja, ko je pač končal, je rekel, da to ni za njega in je šel svoj pot. Mi to izpoštujemo, no, zato ker... Ja. Ampak se pravim, mi že pred to selekcijo, oziroma pred prije na brigado, ne, že točno vidiš, ampak ne moreš pa točno vedeti. Ne. Ja, ne moreš. Vse dokler nisi... Ne, dokler samo ne probaš tega, je zelo težko, no. Kaj bi pa rekel, da je pri tvoji službi, pri vaši službi nekako najbolj zahtevno, ali pa najbolj, ne vem, da noben ne ve, dokler na do tisti. Dobro, z mojega vidika verjetno neko odločanje v neki dani situaciji, da prvo kaj je, da bo varno za moje, da pol ne okiri od ekipe, ne, oblezen zaradi nekih napačnih odločitev. Pa pač tisto trenutko se moraš odločiti, ne, se ti pravim, da nekomu reši življenje ali pa ga ne. Pa zdaj v toliko let, ko si že noter, če bi se mogel samo oceniti, si vzameš, ne vem, sekundo, dve, da preštudiraš, ali je že instinkt? Ne, to je bilo v štartu, zdaj pa čist drugače. Ne. Zdaj pa se na nek način se znaš malo, ne znam ti to opisati, ampak kot da bi se malo omakneš, pogledaš celotno sliko, pa se polo odločiš. Okay. Kar je ful dobro, ampak to so pač izkušnje, pa neke primeri, ko jih pač to, ko ste rekel, lahko neke sporednice, da pa, ja, rabiš pa tisto, ja. Pa pač tisto zavedanje, ja, da pač... Ja. Dobro, se je tako verjetno, ko se vozite na dogodek, dobiš neke informacije. To je tisto, da dobiš neke informacije, ti si nekaj predstavljaš, ko tja priješ, pa lahko situacija je čist drugačna. Ne? Ampak to ti pravim, da v tistem prvem trenutku je neki, sledi tisti neki ugled, pa pač bom rekel, da situacijo malo strani pogledaš, kar je včasih, mislim, kar je fajn, pa se pač pol odločiš. Ne? Jasno je pa, da tudi vsega, kot ti tudi ne vidiš, ne? Pol je pa tudi, ne vem, kombinacija, da ti napadalci oziroma ti gasilci nekaj povejo, da ti strojnik nekaj pove, pač tisto skupaj mero, ampak odločitve polja so na tebi na koncu. Ste prišli kdaj, ko je bilo, ne vem, javljeno, da je to, pa ste prišli tja, pa je bil clusterfuck? Pa... Ja, to včasih imaš prometne, ko misliš, da ni nič, pa priješ tja, pa je res totalno kaos, pa res neko delo, bom rekel, razmišljanje, pa fizično delo, bla, 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 imaš pa včasih tu, jako je javljeno tak, pa priješ tja, pa ni nič. Ne. Ja. Tako si na začetku rekel, noben dan ni isti, ne? Ne, pri nami je res, to je tako fajn, ko priješ službo. Ne veš, kaj boš delal. Ne veš, kaj te čaka, ali boš bil čez 2 uri v Dravi, ali boš bil na Pohorju, ali boš bil bilo kje, ne. To pa res je, to meni, mislim, full fajn, ta dinamika mi je cool, ne. Se pravi, ti si v bistvu tudi z ekipo potapljačev, čekaj? Ali... Ja. Sorry, nismo niti obdelala, mislim... Ker isto tako si rekel, je podoben sistem, ko v vojski, ne? Imate vi hierarhijo? Hierarhijo imamo, sestavljeno, se pravi od vodje do nekaj, bom rekel, ko so malo bolj šoferji, ko so malo bolj strojniki, gasilci, tada bolj neka kombinacija. Pa so še te specialnosti, se pravi potapljači, ki pač morajo biti v izmeni, minimalno en mora biti na izmeno, tada z najvišjo kategorijo. Tada to pa pač določena ekipa ljudi, ki je malo bolj usposobljena, bom rekel, za to vrniti, kot sem rekel, pa še imamo ljudi, ki upravljajo z dron, ki so malo usmerjeni v tej smeri tudi, ne. Pa tako da imamo neki spekter vseh nekih, no, bom rekel, da pokrivamo neki razpon. Kar se tiče nekih, ko bi rekel, imate tudi čine pri vas ali ne, ali kako imate to? So, pa ki ne tako pravljamo kot prostovoljni gasilci, zato ker pač imamo nazive. Mi imamo nazive, ne, ko pač sistemizirana delovna mesta in pač si sistemiziram po delovnem mestu oziroma po nazivu. Ne. Ok. Ti imaš, se pravi, tvoj naziv je? Vodja gasilske taktične enote. Ok. Se pravi, ti, ko priješ v bistvu na dogodek, kaj je tvoje delo? Kaj ti... Zdaj odvisno, kak je, ne, zdaj, če je kaj večjega, še imam pol nad sabo, če pa kaj manjšega, oziroma da so neke take, bom rekel, ne vsakdanje ali pa neke normalne, ne vem, od prometne nesreče, pa bilka take, pa si pač kot vodja. Pa še imaš svoje, ko so vodje tudi pod sabo, ko jim pač razdeliš v skupine, in pa jasno ljudi tudi, ko pač gasilci, ko delajo čisto operativno delo, pa pol tako sem rekel strojniki, ki pač skrbijo za neko tehniko ali pa upravljajo z avtom, z dvigalom, bilo kaj takega. Kdaj se pa določi? To pa rekel, na poti do tja, ali ko prijete? Ali... Načeloma živemo, ampak če sem kot vodja, ponavadi se točno ve,
ker je pač smena, treniram v tej smeri, preigravam neke, bom rekel, scenarije, ki so pač osnovne, potem se pa pač glede na to se pol izpelje intervencija, ampak bilo tja, ko prijemo tudi poslušaj, kaj se bo delalo, kdo bo kaj delal. Ne. Ja. Si pa začel, ko si začel kot gasilec, vsak začne kot gasilec, ko pa rasteš, bom rekel, tudi imamo na nek način neki karierni sistem, to pa jasno je, zato, ker pač javni sektor je potrebna pač neka izobrazba, ne. Više, ko greš, višjo izobrazbo imaš, tada sem 2 faksa delal že do zdaj, da pač lahko priješ na neko delovno mesto, kar pa časi ni fajn, mogoče imaš kjerega, ko nija šole, ne, pa mogoče malo bolj primerno, ali pa klih obratno, ne, ko imaš šolo, pa ni nikaj za neke vodstveno. To pač je zakonodaja, oziroma tako pač je nastavljeno. Kako pa je pol v praksi glede napredovanj, gledate vi kaj, koliko časa si že na tem nazivu, oziroma na tem delovnem mestu, pa še pol lahko napreduješ, ali? Ne, to pa pol pač na potrebe, ne, če gre, čist banalna, ko gre nek vodnik v pokoj ali pa v penzijo, čist tak, no, se pač neko novo delovno mesto sprosti, ali pa bilo kaj, tak pač gre nekaj sistem, ne. Okay. Se pravi, nad sabo imaš ti pol... Še imam namestnika, vodnika, pa generalno za vse izmene, pa pač poveljniki. Ok. Pa vsi ti so tuji skos na brigadi? Ne, to pa pol pač kombinacija, ne. Ne vem, vodnik pa namestnik se kombinirata, če kjer je na dopustu, pa pač se pač dopolnjuje, ne. Ja, je bilo dosti krat tak, da pač si imel fraj, pa so te klicali, da si imel... Ja, kar nekaj takih primerov, sploh po ta plače, ko smo, če je bilo kaj takega, pol nas aktivirajo tudi noter. Bom rekel, pa tisti, ki se kar kliče, no. Zato, ker brigada je hitro prazna, ne, imaš 2 intervencije, pa brigada prazna, ne, pa moraš dejansko, pa če kaj večjega, ne, moraš dopolniti, ne. Ampak ni problema, problem res ni, pokliče dispečer, pa prije vsi, res, ker se ti pravim, večina nas je prosto olco, da to nam je logično, ne, da prijemo, sploh ne študiraš. To ima telefone, ali imate kakve pagere? Ne, čist telefone, vsak dvigne, pa sploh ni problema. Jaz sem tako že navajen, da ko pač grem, je pa tak, ne, tako imam jutri nočno, čez dan načela imam pri sebi telefon, ali pa da sem dosegljiv, ne, ali pa tako sem bil danes po noči, pač si jih ne dam čist na off, ali pa na neki silent mode, da če me rabijo, da me pokliče, pa pač prijem. Je pa res, da ko sem na dopustu, sem pač na dopustu. Te ni, ja. Jaz sem dosti v tujini, pač nimam fizično možnosti. Kaj smislo? Tako ste rekli zadnjič na tezno, ne? Se mi zdi, da, zdaj ne vem, to boš ti znal povedati, oziroma boš imel svoje mnenje, surovina se meni zdi, da čist preč pogosto gori. Zdaj te ne bi smel to komentirati, ampak tak je. Mislim, vsi občani si mislimo, kaj si mislimo, ne? Točno tako, ne vem, pa še kar se to dogaja. To je pač problematika, ko je, ni samo, bom rekel, surovina, ampak je, bom rekel, na ravni države tudi, ne. Kam z odpadki, kam grejo, mislim, to, ker ta problem, bom rekel, širši, ni to samo pojem surovine, ne, kot tak je. Ker vem, to je zadaj politika itd. Ja, pa, ker vem, mislim, slišal sem že to par, da pač ni bil to samo vžig, da ne, se namerno kaj tu pa tam zaporiti. Ne, ampak je dansko, je prije do samo vžigov. Ja, mislim, ni to, da bi zdaj Ma ne, veš, kaj folk si mislili, ne vem, v zadnjem mesecu, glih letos je bilo, ne vem, 3 ali 4 krat je zagorelo. Zdaj, ne vem, sicer kak veliki požar je bil, ampak... Zaradi nekega nalaganja večje količino odpadkov, rekel, prije do tega kemičnega procesa in pač posledično do požara. Teda podgane sigurno ne kadijo, ne pa. Ja. Čeprav je dosti, Kak je pa z električnimi avti, z baterijami? To pa je vedno večji problem. Ste že imeli? Dosti? Tesla, smo gasili kar nekaj ur. Fak, ur? Ja, pa smo poklicali neki taktičen postopek je, pa koncesijo ima tudi eno podjetje, ki pripelje kontejner, ga napolnimo z vodo, pa potopimo avto. A ja, se pravi, celi avto gre v kontejner. Fak. Drugače ga lahko samo ohlajaš okolico, pa neke zadeve, res z nekimi ogromnimi količinami vode, ki je pol problem, ta požarna voda, kam to teče, ker je to strupeno zelo. Itak, kaj se zmeša. Da se pol potopi celi avto. Se pravi, načeloma ga z vodo ga tak z, ne vem... Ga gasimo, se pravim, da preprečiš neko... Ne moraš pa ga pogasiti. Mislim, zelo težko ga pa pogasiš. Fak. Ko enkrat v procesu gorenja je to ne. Samo čakaš, da baterija pogori. Adijo. Ja, ker pa skozi večjo, zato ker te Tesle so že tuji, to je že nekaj let staro, ne? To so že stari avto. Itak, ja. Pa vedno več volka tuji, mislim. Ja, to bo skozi večja problematika. Se isto, ne, nisem videl, če imaš skiro tukaj noter. Ne, nijem. Ja, ga polni v garaži. Videl sem, mi smo imeli...
to srečo, da smo kot pogodbena rezerva so gasilci prišli, smo imeli neko predstavitev in so imeli neko manjšo baterijo. Možno, da je imel odskiro, ne vem kaj imel. So pripalili, pa toliko, da smo videli, nismo mogli verjeti. No, pa to je ta mala To baterija. je malo, ja. Da si predstavlja pa en avto, ne. Fakt. Ja, ker to, mislim, pa doben pa nije tisto res dodelano, da bi... Se pravi, tu iznobeno to, ne vem, ko imate pene, pa... Nič, to je taka temperatura, pa finta je zato, ker je zaprta, cela ne moreš niti do nje not priti, ne. Ja. Ti jo lahko zalivaš malo, ampak ona do cele ne moreš, ne. Pa take temperature so, da hudo težko to narediš. Pa ta kontejner, to ima, tu v Mariboru ima kakva firma? Ali? Vlednar, da. Aha. Hvala Bogu, pač imamo srečo, da je tu blizu. Ne. Samo to preden prije, mislim, Ja, to ne? pač traja, se ti pravim. Pa isto ga moraš v tej smeri, more pogasiti, da ga lahko dvigneš. To je, Ja, pa skozi ga moraš gasiti, ne, zdaj tam na polno gorela, itak. Fak. je kar, se pravim, bo kar več, mislim, bo kar problem. No. Pa to je samo, ni to samo pri Teslah, ali... Ne, to dal sem ti Generalno, primer, ja. Tesla, ampak načeloma za operativne postopke bi za vse avte bile električne, so taki pač. Ni pa, da bi imel, ne vem, iz prakse, da bi vedel, da bi imeli kjer električni avti, ne vem... Imaš, mislim, predavanja imamo različne taktične postopke, ne vem, eni imajo prav posebej odprtine, ampak se pravim, ko en avto gori, je to zelo težko najti to odprtino, ali je to že, ne vem, je to kar taki problem, bom rekel, tehnični. No. In se dobena zaveda, ne. Ja, itak. Pa, bom rekel, kakva umazanija, pa vse ostalo še je le pol po požaru, ne. Tada, Valjda. ekološko, ne vem, če so glih ekološki, no. Ne, ni šanse. Jaz sem takoj sem vedel, ko je nekdo rekel, ja, jaz pa sem kao, Ja, I'm gonna save the planet, pa električni avto, pa vidiš v kakih totih, kaj so že, no, ko izkopavajo. Ja, v rudnikih, kaj v vse rudnikih, dela, ja. pa Da do tega kaki pride, ljudje delajo, pa za kaki denar, pa ki, pa pod kakimi pogoji, pa Ja, to se ti pravim, to je tudi politika od zadaj pač. noro. Ja, električni skiroji, pa sem to je pač... Ja, mislim, to, tako si me prej vprašal za preventivo, jaz bi tu bolj rekel, ne. Če ga že polniš, ga polni tako, da si nekje blizu. Da ne odklopiš ali pa karkoli, a ne Pa da si ni. blizu, da lahko ukrepaš, ne. Ne ga pa pusti samega, da boš ga polnil pa šel. To sem pa jaz tu recimo, če gremo doma, pa imam, ne vem, od Milwaukeeja baterijo, pač bom odklopil, ne vem, pa vem, da je to čist nekaj drugega. Ja, smo pa že imeli tu primere, pa sam sem že bil Ja. na parih požarih, ne, pa pač tega ne, včasih tuji. Mislim, rajši snovno, better safe than sorry, ne. Točno tako, ja. Ja, prije pa do tega, tako si omenil. Ne. Ja. Pa kar nekaj tega, no. Skozi več, dosti imamo, bom rekel, do tih baterij pa vsega ostalega. Ne. Noro. Daj mi, povej v bistvu, če se vrnemo na začetek, si se težko nekako navadil na taki način življenja, ko si začel kot gasilec, da pač boš delal 12 ur, boš 12 ur fraj, da boš si mogel čist privatno življenje prilagoditi, da... Štarto, mislim, preden se ga navadiš, je kar malo probleme, ja, ker vidiš, zato ker vsi ostali, bom rekel, normalne službe, ne, so od ponedeljka do petka, ne, ti si pa glik kontra, ne, ampak pol vidiš, ko se pa enkrat navadiš, ta ritem, ne, pa je zakon, res je zakon. Zato, ker Ti je kulno, mislim. Ja, meni jaz ne zamenil za nič na svetu, res. Ker zdaj, ne vem, jaz to pač tako gledam, marsikdo bi samo delal, ne vem, do podneve, od ponedeljka do petka, tam do, ne vem, 2., 3. ure, pa... Ne, mi smo pa vse, ne, si, ne vem, tako, jutri čez dan sem prost, ne, načeloma. Pa grem pol v nočno, tada sem že tukaj, pa pol po noči sem 2 dni prost, ne, tada Ja. imam zelo dosti časa kot tak, ne. Je pa res tako, sem te rekel, pač ko prije praznik, naslednjo nedeljo, ko sem dnevni, sem pač dnevni, ne. Ja. Familija je doma, oziroma najožje si ti doma, ti pa pač moraš službo, ne. Ampak oni se to navadijo, ne. Ja, se, tako Tega si rekel, nije še, mislim... Ne, si pa kar lahko pa določene zadeve res narediš, ne, tako, ne vem, tako se za bajta gradi, dopoldan rešiš zadeve neke, ne. Je še ta, kako bi rekel, kolegijalnost, Ja, tako je to si- včasih to bila, si da ima zdaj dobro, ja. greš bajto zidat, pa prije ekipa. Točno tako je, to je noro. Ker vem, meni je pač foter vedno razlagal, ko včasih, ne, Ja, to stara še juga, vedno, pa to, ja. ko so šli delati, jih je bilo 30. Danes Se ti pa pravi- redko koga dobiš, da ti zna, ne vem, mi smo- šveter go pelati. Mi smo še vedno tako, zato pa tudi, ne vem, eni so gipsari, eni so električari in to je, to pač bajta bila tako narejena, ne, zato ker ima firmo, ko elektriko dela, pa me pač pomaga, ne, drugi, ko dela bom rekel, z takimi zadevami, ko so od gipsa ali pa bilo kaj takega, smo to delali, tada je dosti tega,
Pa ljudi tudi so pripravljeni, mi smo si pripravljeni, ne? Ker jasno je, da kjeriko nekaj rabimo, priješ pomaga, ne še vedno kot sodelavcev. Se pravi, danes najceneje, da priješ z bajce skozi je, da Boj gasilec. postaneš gasilec. Pa uporabi vso znanje, kaj možno. Ja. Kaj si pa ti recimo tak, kak bi rekel, plus vsega, kaj si naštel od bordanja, potapljanja, kaj si, kak bi rekel, ne vem, doma pri bajti najbolj usposobljen, bolj za elektriko ali vodovod ali kjera je tvoja močna Zdaj, če bi moje sodelavce vprašal, verjetno to ti tehnični smeri se včasih smejijo. Znam tak, ja, kaj te vem. Zdaj sem se že vse navadil, v bistvu, Okay. od elektrike polagati. Nikaj ni. Zdaj delamo, naprimer, nekaj z Siporeksa, tada sem tu gotovil, da imamo umetniško žilico. Okay. Vse se najdeš. A pa štriho sem celo bajta. Okay. Tada sem se še tu naučil. Dobro. Ja, mislim, sem pa bolj to te organizacijske smeri, kaj se tiče nekih eventov pa tega to pa. Organizacijami, kjer gre, ja, po mojem. Kak ste pa, kak bi rekel, kot ekipa pa družba, gasilci, tak, kak bi rekel, predvidevam, da ste odprti, ni ono, da bi imeli, ne vem, zaprto kliko pa... Ne, smo kjer, ja. Smo družabni. Okay. Smo kjer, ja, državni. Gasilske veselice tu vi ali je tisto bolj za Tisto vse prostovoljce. Okay. Vse radio udeležimo, Ja. kak je, ampak ja, ne, tisto so prostovoljci. Daj mi reči, če ne bi bil, dobro, itak si že od malega razmišljal, da bi bil gasilec, ampak... Pismo, to, pa veš, kolikrat sem to študiral, ne? Kaj bi jaz bil, če ne bi bil gasilec? Ja, kaj bi te mogoče Ja, verjetno, potegnilo? jaz sem imel firmo, pa bi pač čisto evente furo, ne, pa bi iz tega verjetno živel. Ampak na nek način, kaj te vem, no, sem imel neko možnost dano, da sem prek toj gasilerije pa nekako pol skombiniral vse to skupaj. Prišel do tistih Ja, pač... nekako tako, ja. Imel sem vedno želje, ko sem živel mali, sem organiziral skoke, ko sem bil v drugem letniku srednje šole v Malečniku. To sem pol z tega vidika, pol z nekaj prek Lisice, pa je pol šlo tako naprej. Ne. Ampak tista prva želja pa je vedno, ne vem pa, kaj bi res, po mojem bi šel v to. No. Kaj pa dolgoročno dol, mislim, se vidiš pač Ja, jaz po mojem. gasilec. Ja. Mislim, se prije trenutek, ko se vprašaš, Ja. ko sploh vidiš, da mogoče lahko kje druge malo bolj zaslužiš, ampak tista osnova pa ne, mislim, ne bi. Že zaradi, veš, da boš pogrešal, da so delavce. Itak, ja. Ne, Se vidiš ki na vrhu brigade, ne vem, čez par let? Ja, sigurno imam, mislim, vse to odkrito, sigurno imam ambicije, da delaš pač v tej smeri vseeno. Ja. Kak pa rešujete recimo med sabo? Mislim, ziher imate si kdaj pač sodelavci si dopizdiš, pa ono pa tisto. Vse sem ti rekel, to je trenja. 72 karaktera, ne? Včasih veš, da moraš malo egota pokazati, pa ko je jače, ne, kako Ja. je to. Ampak ni zato, da bi si kjer tak povem. Vse si vejo, kaki si oziroma kaki smo tada. Ja. Z tega vidika ni. Ja, pa včasih pa prije, ki kaka, ne, se sam veš, da če imaš svojo punco oziroma partnerko ali pa ženo, ali pa, Ja. te boš sodelavcem to imel. Ne? Ja, itak, ja, valjda. Kak pa recimo interno, kaj pač, dokler čakate na, ne vem, intervencijo, kaj delate? Se pravi, med tednom je čist, imaš določeno, nijaš zdaj, da bi si ti izbiral, pa, Freizeit pa... ja, pa točno tak, ne, je točno dodelan urnik, zjutraj se pač vodnik prebere, se Ja. razporedijo naloge, se pač sledi nekemu, bom rekel, temu ritmu oziroma temu koledaru. Ja. Popoldan moš mogoče 2 uri, tako sem ti omenil, ali gre kjer je v fitness, ali nareš kaj na računalnik, ali bilo kaj, ali se meniš ob kavi, ali pa kaj takega. Pol so pa tako smo imeli danes, sobota je pa vedno čiščenje vozil, pa pač tisto, ko se očisti, po kosilo, pa pač tu je malo bolj, bom rekel, umirjen, oziroma si na nekem stand-byju, pa prazniki so malo bolj, se mogoče kakšna manjša vaja naredi, pa kaj takega, ne, da so malo bolj prost. Ni pa zdaj tako, da bi bil čisto, ne, vedno so neke naloge, ko je pač... Imate kakšne, ne vem, dneve odprtih vrat na brigadi? To je, Veš kaj, pri nam ful, vsak je dobrodošel v soboto, to imamo toliko otrok, res, ko imamo, okay. ko imamo avte vene, ko Nisem se vedel, vstavijo, ja. ko se vstavijo, to vsak prije gleda, teda vsakega sprejmemo. Pol je pa ful dosti najavljenih ogledov, tisto pa res malo, ne vem, ali so to prostovoljni gasilci, ko pridejo, bom rekel, z različnih koncev Slovenije, ali pa pač v neke manjše skupine. Včasih prije familija te obiskati, čist tak ne, spontano, oziroma kolegi, ali pa Ja. z otroci, ne, ker je to kar popularno. Teda. ne, ker je ob sobotah, Jaz se sam vidiš, da so avto vene. Ne, pa to jih vi res ono orang spolirate, Ja, mislim. vsako soboto se avti nam revijo, samo zaradi tega, ker jih toliko pučemo, dejansko. Mislim, ni to šal, ampak je tako. Ja. Pa po vsaki intervenciji se očisti, to res skrbimo za tehniko, ne? Zato ker
vemo, da smo odvisni. Načeloma tudi naše življenje je odvisno od naše tehnike. Zdaj, če jo dobro, bom rekel, zdržuješ, ali pa če jo poznaš, je to tono ključnega. Kaj pa recimo, ko ste vpleteni v kakšne, ne vem, nevarne pline, pa to, kako se pa pol obleka, pa to spuče? Tisto malo, pralni stroj ali? Ne, mislim, nekaj je v pralni stroj, koliko lahko, vse ostale pa pač pol, bom rekel, na nivoju države ali pa posebnih podjetij, ko pač to delajo oziroma so bolj usposobljeni. Se pravi, te načeloma, kaj imate, vsak ima 2 ali 3? Ja, tisto pa imamo, tisto pa moraš imeti nekaj. Lahko sem zdaj na požaru, pa moker totalno, pa čez 2 uri mogo drugam biti, da tisto pa imamo. Ampak to je, se pravim, je ful veliki posluh, strani vodstva, kaj se tega tiče. Tada res imamo top opremo, pa imamo tisto, kaj hočemo imeti, pa imamo duplo. Ja, pa ko sem jaz prišel, pa tega ni bilo, Ni bilo. Je se ful spremenilo, bom rekel, odkar sem jaz prišel, po 10 letih se je to začelo ful spremeniti. Prečasi pa je bilo to, je pa čisto odvisno od vodstva, kako to vzame. Če imaš nekoga, ko je bil, tako sem rekel, ko je gor ali na brigadi, ali pa bilo točno ve, kaj rabi. Pa se, če mene vprašaš, to bi moglo v vsaki panogi tak biti. Ja, se ne pa da prije neki privatnik, ko je vodo ono, pa gre kar voditi tja, pa nima pojma, kako veš procesi. To pa nam na ofa. Mislim, bi hitro prišel na problem pa težavo. Z naše strani pa z njegove strani. Ne bi to funkcioniralo, tudi ta sinergija ne je funkcionirala. Kako pa so to te vaše obleke oziroma uniforme? To je čisto, kako bi rekel, ognjevarno? Ali... Ta požarna je za določen čas, ni pa to da bi lahko ti 5 minut stal v ognju ali pa kaj taki. Ona te ščiti do neke določene temperature z določenim časom. Ne. Se pravi, lahko ne vem, če ne vem, kako bi rekel, manjši kres, lahko reš ti skozi ali pa... Ja, tisto te drži, ampak se pravi mi z nekimi vajami, pa z operativni postopki, pa z priporočili proizvajalca itd. Točno približno vemo, koliko lahko. Pa pol z nekimi izkušnjami. Se vedno je tako, da ni najbolj neizkušen, vodja notranjega pada. Ima nekdo, ko je že bil z nekim situacijo, to da točno ve. Prije pa včasih tako, da si moče malo čelado skuriš ali pa bilo kaj takega, nič kaj fatalnega. Prije kaj, pol tisti, ko ima, ne vem, malo, kako bi rekel, poškodovano opremo, prije celi na hajpan v nivo, kaj zdaj se zgodilo, ali je prestrašen, ali ne vem. Ja, ni, vsega pomalega, kaj si zdaj rekel. Okay. Na koncu sem te rekel, s parimi leti polovišči, je bilo to potrebno. Čisto tako. Oziroma, kaj si s tem naredil. Si mogoče ogrožil še ostale, ko te bojo prišli rešiti v tej smeri. Ste imeli kdaj kakšne take primere, da ne vem, ali pa se je streha zrušila, pa ste mogli... Ja, smo imeli, Mislim, to je del naše službe. Nič posebnega. Bom rekel posebnega. Mogoče ne za nas, vedno tako skrbiš, da ni res nekaj, ampak obstaja. Vedno je, bom rekel, pa tudi na zadnje požarne pohore, sem od naših tuji poškodoval, je imel započen prst, oziroma je bil na operaciji, je skozi nekaj. Je kar nevarno delo kot tako. Jaz sem tu edino bolniško, kaj sem imel v 18 letih, je bila zaradi intervencije. Smo bili v Tamu, ko so v neki lakirnici, pa je že bilo toliko dima, pa taka temperatura, ampak je to ful veliki prostor. In smo videli, kje hojimo, smo prišli do požarišča in so bile obešene neke, bom rekel, konzole, ko so šle na štrihane po tem traku. In so te kavli, kaj so visele, so pač popustili zaradi temperature. In raden padal pred mene, sreča ni po meni padal, pa direkt na prst. Tada, se pravim, to je včasih trenutek, kot je tuji. Čekaj, v 18 letih si imel eno bolniško? Ja. Svaka čast. Dansko, ja. Mislim... Ja, to je rad hodim službo. Ja, se ne rečem, samo bi rekel, da dosti folka pač... Ne, pa še ta je bila zaradi... Pač ni bila tvoja krivda ali pa, ne? Niti v covidu nisem nikdar tada. Pa sem dosti potoval v covidu. Pa nisem bil v karanteni. Volan, mislim, tako, temperature, vročine, pa to... Pa se poriktaš to. Ja. To se da. V 18 letih ena bolniška, svaka čast, mislim. To sem zadnjič študiral, pa sem šel gledati, pa je dansko bila. Statistično sem pogledal. Vrhunsko. Pa samo enkrat sem zamudil. Res? Se morate štempljati, ali kako imate to? Ne, ker naši se vijo, kako je to dinamično. Ker malo predn sta vija prišla, bila intervencija, glih in pri nam moraš fleksibilno. Mi se vedno tako pokrivamo, da si številčno, tada pri nam to ne je špilalo. Mislim, hoteli so, ampak so videli, da to ne gre. Še vedno ne gre pri gasilci, zato ker ali smo pol, da prije 7 pa 10, pa bilo kaj takega. Je dokaj, bom rekel, v tej smeri mora biti fleksibilno. Jaz moram priti, da si prej pripravim zadeve, pa ne gre to v moj rok. Ja, itak, ja. Mislim, hvala Bogu za enkrat, če ne. So pa ideje, 100%, se sam veš,
hoče narediti robote, tada nikoli ne veš, kaj še bo vse. Ne. Ja. Kaj pa najrajše delaš? Oziroma, kakšne intervencije, ne vem, imaš najraje? Zdaj, dobro, jaz predvidevam, da vseeno delate to, zato ker pač se hočete nekako spopadati z ognjem, pa reševati. Zato ker pač imaš to rad delo rad. Ja. In časi kaki požar tudi moče, ne, moče se čudno čuje, ampak če ni za nekoga, bom rekel, da ni neka materialna škoda, ampak včasih tudi ne, radi pogasimo kaj ali pa ne. Ja. Takega, ne. Ker isto smo se prejšnjim gostom menila in sem isto rekel, gasilci, hoče biti gasilci, zato ker pač bi radi gasili, ne, in če ni požara, kaj boš ti, ali pa če ni nesreče, ne. Ja, pri vojski še to bolj, ne, ker on tudi celo življenje trenira, da bo... Pa če ima srečo, bo nekaj nastalo, ne. Vi pa pač imate vsakodnevno nekaj, ne. Vsakodnevno ne, ampak je ker, no, bom rekel, da... Ampak to so tudi zanimive, ne, živali pa to so ker reševanje mački. Res je toliko tega? Ja, pravim, to se vsak smije, ampak dansko, no. In kaj prijete? Ja, lojtro gor, greš po mačko? Pa gre beko tebe, pa greš 2-krat na intervencijo na isto nazaj, pa. Pa kaj so to večinoma, ne vem, starejše gospe, ali... Pa veš kak je, ljudje, ko hodijo mimo, pa vidijo mačko, si živijo kjera, da je gori ostala. Ja, ne, itak ne. Poslušaj, še do mene nisi bil, ne, da vsaka prije dol. Plus tega tudi, če bo padla dol, veš, bo preživela, mislim. Zdaj, veš, kolikrat so to ti sploh, ta mladi, ko prije, ko gre to po mačko, ne, kot mačka je zver, dejansko je zver, ne. Itak. In kot te vidi, to pozabi. Ja, ni šanse. Pozabi to. Ali jo imaš za vratom, ali jo imaš... Prej se bo oni, ko bo gor za njo plezal, razbil pa razkanto, ko bo mačka. Mačka prije se. Ko bo lačna, prije dol. Imate dosti drugače Podravje? Potapljači, akcije ali... Je kar nekaj, veš, ker mogoče včasih se ne niti toliko v medije, da, ampak bilo kjer, ko skoči, ko samo dela, pa bilo kaj takega, ne. Imamo kjer dosti tega, pa ne. No, to me zanima, zdaj, če boš znal kaj več na to temo povedati, zakaj se nas stvari dajo v medije? Pa kaj te vem, ker se noče, ne vem, družbe prestrašiti? Ja, ni tako zanimivo, ali pa ne vem, mogoče novina ni takrat na pravem mestu, ali pa ne vem, ima kjer drugo novico, ko je bolj pomembna. To je dosti dejavnikov. Je pa kar nekaj tega, ako se... Pa se nam paše, veš, kaj mislim, se mi ne delamo zaradi medijev, ne. Ja, itak, ja. Nam paše, ker bolj še imaš, mislim, še večje skrbi, ko so medije prisotne. Kaj pa je bilo takrat, jaz se spomnim, pol pa nekak ni, kak bi rekel, v javnost prišlo na čisto, nekaj časa je bilo, mogoče v roku 1 leta, ko se je tam na Koroškem mostu, kao naj bi, ne vem, na štuku ali v trastu, nekaj drogo, pojedli, droga, da so kao folk mislil, da je gorel, pa se je zato polno odvrgal. Verjetno je bilo nekaj na tem, zdaj neki indici so bili verjetno, ampak pa neki, bom rekel, vzorec, ki se je pojavil dejansko. Zdaj pa kaj bilo točno, pa še dan danes. Pol se je celo govorilo, da pol, ko ste vi gasilci, ko ste jih našli, da so bili, da je bil folk gor odprt, pa da organo ni bilo, pa take fore. To pa verjetno že folk pol. No, veš, ampak veš, vse živo, bom prije. Ja, tista je že šla zgodba naprej. Noro. Kaj je smisla? Kot potapljač ste imeli kdaj kako, ne vem, reševanje, ko je avto ali pa oseba še bila pod vodo, ali je bolj to samo izvleka? Ne, smo imeli, je pa dosti krat, oziroma ko prije do tega pač samo rekel še, truplo, ni več reševanje, ampak je truplo. Smo imeli že tu, so primeri, mislim. Uspešni bili ali? Ja, tudi uspešni. Fakt, to ste bili kar, mislim, mogli biti hitri. Mi imamo zakonsko 1 minuto izvoz. To marsikjer ne ve, od našega alarma na brigadi, moramo v 1 minuti izvoziti. Ne. Pa to je, ampak predtem je še verjetno, ne vem, folk pokliče, gre v centralo. Mislim, vse skupaj tako vedno traja, ne, 3-4 minute. Zdaj je tako tam na Levna Štukla, mislim, da dispečer, ne, ali kak je tam? Ne, mi imamo tu, ko pokličeš na 112, bom rekel, da je v naši stavbi, ampak je čisto ločena, je regijski center za obveščanje, 112. Ko ti pokličeš tja, te ta gospod ali pa gospa na drugi strani vpraša, za kjer pomoč potrebuje, začeraš reševalce, tako si omenil, na trgu je Levna Štukla, je tisti reševalni del, za nas pa še vedno, ali on vzame podatke, ali pa veže našemu dispečeru. Pa on prezame podatke, pa se pač glede na tip pa vrsto, se pač mi odločimo, s čim bomo izvodili. Spravi nam en vozilo, en zgoraj, akcija dol, obleč. Ja, točno tako. Malo ste zamudila, prej bi lahko posnela. Vse to je vedno tako, ko prije kdo te, nikoli. Enkrat je prišlo 24 ur snemat, pa
Ni bilo. Pa so se odpeljali, pa vlaglih tec, sta bili 2 intervencije zaporedoma. To je vedno tako. Kak pa je s tem imate, zakaj pa na? Recimo, se mi zdi, da bi bilo ful, kak bi rekel, tudi za širšo javnost ful dobro, zdaj, če bi vi lahko pač itak tiste, kak bi rekel, nazorne stvari, pač ne bi, ne, ampak tak, dogajanje gasilca, kak ga prav, da si namontirate gor ali pa Vse smo že probali. Neke posnetke imamo tudi, en ful dober video imamo tudi v brigadi, sploh v našem delu, ko smo ga imeli za našo obletnico, ki je kar nazorn, ko pokaže res tisto, kar delamo, oziroma bom rekel, od razvoja brigade pa do danes, ne, kako se tehnika včasih upravljala, kako se danes, pa kaj sploh delo gasilca, oziroma kaj gasilci delamo. To je 17-minutni video, ko ga pač tudi skupinam pokažem in je vedno res je ful, bom rekel, uspešen, oziroma vsi dobijo velike oke, ne, zato ker zdobena misli, da toliko stvari gasilci delate, ne, kar dansko jih, ne. Je itak, mislim, vi morate priti ekstremno hitro na dogodek, zavarovati, zaščititi osebo, mislim, še oživljati morate znati, veš, kaj mislim, ja, ne? Načelno smo še Reševalci. profesionalci, ja, kar se tiče prve pomoči, oziroma tiste, smo res včasih prvi, ne. To znamo v tej smeri tudi nekaj. Imate redno vsakoletna do usposabljanja? Mi smo imeli, mislim, na prejšnji teden smo imeli obnovitev tudi. Ja. Se pravi, čiste osnove tudi od AED-a do oživljanja, do zaustavitev, krvitev. Take zadeve, ki jih pač že veš, ampak ki jih pač ponavljaš. Ja. In so nas imeli tudi reševalci, ne, z njimi tudi zelo dobro sodelujemo, da se poznaš, ker z njimi tudi delaš. Ne, mislim, ja, in pač vse to, kaj poveš, vse, kaj znate, vse, kaj pač mora se v sekundi odločiti, da rešiš lahko nekomu življenje, pa ti nekdo pove, da dobiš tam malo nad minimalca. Ja. Pa da še moraš, ne vem, imeti popoldanske SP-je, pa še tam, pa še tisto, pa si mislim, pa stari moj. Ja, tako je to. Imate kakve, ne vem, benefite od države, ne vem, zastojni javni prevoz ali karkoli? Ne vem. Ne, samo kot prostovoljni gasilci imamo oziroma dohodnino, nekaj dobiš. Okay. Tisto dobimo nekaj. Ampak tisto tudi prostovoljci dobijo, vse prav, ne, ker to ni pa dejansko delajo vse zastojne. Nam plačujejo, včasih je bil beneficiran delovni staž, je bilo dejansko na leto si dobil 3 mesece fizično, ne. Se pravi, si 9 mesecev samo delal, ne, 3 mesece si ti štelo za penzijo, zdaj več tega ni, ampak ti plačujejo neki tretji steber. Tisto razliko ti nekaj država plačuje, ampak doben ne gre, zato ker je pol imaš zelo malo penzijo. Ne. Ja. In je tudi, na nek način se država tudi omaknila od tega, ne. Prosti. Ja. Nisem vedel, sem prebral oni dan, da ste včasih bili gasilci tudi pirotehniki. So bili, ja, pirotehniki. V štartu, ko je bilo to, so celo gasilci nosili pištole, so bili kot miličniki. Še celo to? Ja. To je bilo res dolgo nazaj. Ja. Ne, videl sem tudi, ker imate na spletni strani, da ste iz druge strani vojne, ne vem kako veliko kaluso od bombe. Tisto pa smo imeli civilno zaščito, smo pomagali pri evakuaciji, pa vse ostale zadeve, nekaj tehnične. Ne. Ampak kot taki so bili pirotehniki tudi, ja, pod civilno zaščito, oziroma so še sedaj, ampak so to bili poklicni gasilci. Ja. Pa to šlo čist, bom rekel, v drugi smeri, oziroma malo bolj profesionalno. No. Noro. Taužent majstri, res. Ja, to če je viš taužent majstri, to sem zdaj prvič slišal, no, ampak je dober izraz, ja. Si ga najšel. Res, svaka čast. Kak ste pa kaj z, to se bo zdaj feministke malo, ne, vsipale, kak ste kaj z ženskimi pripadnicami oziroma gasilkami? Je to praksa? Ne vem, Slovenije ne, to ne obstaja. Niti ni podobno z vojsko, veš kaj mislim, ker v vojski nekako lažje funkcionira sistem, ker je dosti večji, pa pač lahko imaš določen število žensk. Pri nam je pa taka specifika, da ne se tako malo, ampak vse prijavijo, ne, mi ne smemo omejevati. So prijave. Ja, ne smeš omejevati na spolna na leta, lahko pač, ker moraš biti 18, ampak z tega vidika moraš imeti vse pripravljeno, ne. Se prijavijo, pa pol pač na nek način tudi, ne vem, ne najdemo. Včasih mogoče je fizično kjera boljša, kot pa kjera. Ene so res stroji, mislim. Ampak dejansko mi z tega vidika se nikdar odločimo, da bi, no. Je pa res, da na Švedskem so delali eno raziskavo, glede za gasilce, zakaj mogoče ženske so malo manj primerne, ne. Ampak je bilo pol na koncu so dognali, da v nekih kritičnih situacijah imajo ženska materinski čut in dosti prej odstopi od neke, bom rekel, od neke take surove odločitve, ne.
rekel, gasilci včasih, tako sem te rekel, grejo z glavo skozi. Kar ni nič slabega, ne? Ne, nič ni slabega, pa z tega vidika so mogoče malo manj primerne na to delo. Ja, logično, pač se moraš odločiti, ne smeš pol pustiti, da pač čustva nekako kontrolo prezame. Predstavljaj si tu, ne vem, 18 ali pa 17 gasilcev po eno, ne, to je pole vedno se najde neka kemija med enim ali pa pole samo neko kreganje ali pa Itak. Slaba volja, pa bilo kaj takega, da se izogibamo tem. Ja, bi rekel, ne. Sploh, ja, mislim, itak puveci, mislim, deci, moški ste, zdaj pa polno testosterona, pa da še dobite kako lušno tja, ne. Ja, se bi začelo, oziroma ne bi bilo prvič. Da mi reči, kak pa vsa ti stres, pa si rekel, da na tebe vpliva, ne? Mislim, vpliva. Direktno ne, nekaj posredno se mi kopiči, oziroma pač pravim sprostiti z nekim športom ali pa z nekim drugim delom. In kje pač si opazil, da se ti, ne vem, to pozna? Se pravim, včasih, sploh je pri nekem prespancu, ne. Okay. Srednje noči, če mi prižgaš luč, boš imel pa metra od pojsle, ne. To so neke taki tiki, pa pol časi imaš, ki gledaš z drugačnega zornega kota, ki kaj pa, verjetno sem malo bolj skipljiv, kot sem, to sem začel opažati. No. Ni pa, da bi imel, ne vem, kakje pač od intervencij groznih, kakje nočne more ali pa... Jaz ti pravim, jaz sem vedno lahko... Mirno spal? Ja, lahko, zjutraj grem po noči lahko, pa zaspim, pa me vpliva. Ali pa ne, se peljem z avtom, pa sploh tu študiram, ne. Okay. Tako sem rekel, da sem začel te podcaste poslušati, zdaj, ker pač muzika mi je včasih, ampak take neke zadeve, ne, zdaj študiram na to, ne. Ja. Ni, da bi to zraven nosil, ali pa da bi nekaj, ali pa da drugič bi povezal. Mislim, hvala Bogi, sem taj karakter. No. Hvala Boga. Mislim, res to mi je vrel, ne. Ja. Kaj pa ostali, mislim, ste bolj ali manj vsi tvoji sodelavci? Ne, določeni so malo bolj dozetni, ne, da kakaj druga intervencija, ne. Zdaj pa pač s nekim pogovorom to gre, spraviš to skozi, ne. To da se da, no, bom rekel. Ja. Tako smo ugotovila, pa tuj, kjer je ugotovil, da ni za to, pa pač pusto službo, ne. Ja. Zlata lisica, še bo kdaj v Mariboru? Ne. To smo zdaj realna, mislim. Zdaj, če smo odkrita, dejansko nas vreme tak fest jebe, ja, ali je politika zadaj? Ne, se sam vidiš, da zaradi vremena. Vidim, ampak vidim tudi, da se trudijo, tu so ne vem koliko posekali, da bi više bilo. Tudi letos sem pomagal pri kaj je bilo svetovno prvenstvo, tada iz tega vidika, da bi bili, pa smo bili tudi stara ekipa, ko smo delali na Lisici, tada še vedno tista želja, pa veš, kaj mislim, ampak tehnično pa nijamo več, res ne, mislim, pa tudi moramo enkrat sprejeti, ne, se kapa na robe, tudi bom rekel, z kolesarja na pohonju, ne. Seveda ni, ne, ampak veš, tak folk si misli, pizda, lahko bi, pa niso hoteli nam dati, pa so nam spet tam Gorenci pobrali, ne. Pri FIS-u, ne, malo bolj vpleten, pa tudi vim, da jaz kot sam, če bi nekaj odločil, ne moreš vedno gamblat, ne. Ja. Res, tekme so bile vrhunske, sploh ni bilo problema, tudi ko smo selili v Kranjsko Goro, je bilo vse, ampak pač na dolgi rok to ne gre, ne, pač priješ do neke točke, ko si moraš reči pismo, zdaj pa, ne, to. To da, mislim, žalostno ali pa ne, vse sem z tega gor zrastel, pa na nek način tudi tu izkušnje dobil, ko sem jih pol naprej uporabil, ampak ko ne gre, pač ne gre se, veš kak je, ne. Ki pa ti vidiš prihodnost Pohorja? Bolj v poletnem turizmu, no. Res, Downhill, ja, pa tu imamo. To smo tuji, sem bil zraven tuji, ko smo svetovni pokal delali v downhillu, pa sem pa res malo potencialno, kar se tega tiče. Ja, jaz poznam enih par, kak bi rekel, downhillerov tu pač iz Maribora pa to, ampak pravijo, da se i tak večinoma na ta drugi breg Drave vlaga, ne, tu Pohorje pa se... Ja, mislim... Se zanemarja, ne, glede na to, kaj potencial je. Ampak bom rekel, da zdajšnji direktor Marproma je kar začel v tej smeri, no se kar začelo nekaj premikati. So začeli tudi mesto kot samo, ne, moraš pa spremeniti, sploh Mariborčani smo se sami, veš, ne, to neka zdaj Lisica, če je bila 6 let, zdaj pa ne več. Ja, Maribor je ful, kar se tega tiče. In samo s časom pol to nekako lahko obrneš, ne. Kar je, mislim, jaz ne rečem, ajde, predstavi na, bom rekel, zimsko sezono Areh, pa to ne, kar je smiselno, ne. Ja. Tu spodaj pa res samo škoda energije, pa... Nar v luft se meče, ne. Mislim, ja. Jaz sem letos mi je bilo prav šokantno, zasneževali na polno, vse je bilo belo, temperature. Ja, pa vidiš, pol pa je na 2 dni, še niti 2 dni ne, ja, vse to so ekstreme, ne, se nijamo samo mi problem, se te je finta, se ima cela Evropa, ne. Ja. Malo, ko greš po, ne, ko vidiš, ostala smočišča, samo imajo probleme, ne, sem pač so toliko više, da
na tisti točki, ko je včasih bilo Pohorje, ne? Ja. Pred leti. Vse vprašanje še, koliko let še bo recimo Planica, ne? Ja, Dobro, oni sicer shranjujejo sneg, pa imajo način, ampak... Tisto še, ampak... Vseeno, ne? Ja, se tu pri FIS-u gledamo v tej smeri, da se spreminja vse skupaj, ne? In tu gremo v tej smeri, da nekaj se bo zgodilo, ne? Če bo šlo s takim trendom naprej. Zato, ker tu je urnik, ko je sestavljen, nikoli na sezono drži, zaradi tek problematike, ne? In je tu problem, tu je, ne, bom rekel, ne samo Prnov kot Pohorje, ampak globalno, ne? Kaj te vem, če obstaja globalno segrevanje, nekaj je na tem, ne? Ja, itak, ja. Zdaj, če ga človek povzročil, kaj ga verjetno je, ne? Ampak ne moreš, se sam vidiš, ne? Ja, itak. Ne vem, tako jutri. Danes je bilo 20 stopinj, jutri je minus, ne? Jutri minus. On pa še snima na Pohorju, adijo, kako boš pokrval, kako te je vzeblo. Daj mi reči, če gremo zdaj za vsakodnevne uporabnike, kako bi rekel, to te basic od A do Ž, do česa lahko prije, da bo folk, ki pač res nima blage veze, pa pojma, vžge se nekomu olje na špoherto. Kaj naredi? Z vodo zalije, mokra krpa. No, eni ne vejo. Samo Bog ne daj z vodo, samo krpa po pokrovka, če je že tak, da še je varno za njega, če ne pa pač čim prej poklicati gasilce, pa prišla gasilska brigada, Maribor pa varišla. Gasilni aparat na prah, pa jaz na preporočam na CO2. Ker je bolj, bom rekel, ima tisti večji spekter, ne, lahko elektriko gasi z njim, lahko neki, bom rekel, to je zadeve, ko so televizor, pa mogoče še bo delo. Ja. Če boš s prahom pod stanovanjem, boš plesko, boš sesal, boš se ostalo. Generalno gledano je pa res, da je dražje. Ne, ja. Pa ful so dobre, ne, ti detektori monoksida, da če imaš neko plinsko peč, pa tudi detektor že navadnega dima, ne, to sploh za starejše, da ga upozori. Ne. Kaj pa imamo zdaj, kaj začelo probleme, zato ker so cenovno dostopni, vsak si ga kupi, pozabi pa baterije menjavati. Ne. In ko on včasih, ko je prazen, to začne piskati, ne, in pol je vsak paniki in hojimo na take zadeve. Ja, še to. Ja, zdaj se pa je začelo to. Gospod baterijo treba zamenjati. Točno tako, ja. Evo ga. Kaj je še takega? Uhajanje plina? Prezrači, tako je? Prezrači, tako je. Nič luči prižigati, ali danes ni več tako? Čim prej nas poklicati, pa je to. Da si v požaru, noto jed, recimo, ne vem, kako se treba obnašati. Ja, najboljša zadeva je, da si koliko toliko miren, pa pač oceni situacijo, ne. Nič iskati osebnih stvari, ključa, denarnice. Tisto ma ne. Čim prej, če imaš možnost, samo pobegni ven, pa čim prej pokliči gasilce, da bo imeli manj dela. Kaj še imamo takega? S čim se živi, kaj tako srečujete? Ja, mislim, dosti je takih zadev ostalih, ampak načelno pa so to neke osnove. Vse folk vem, ne, samo je pa res, da ko prije do neke situacije, panika. Točno tak je. Je to zelo težko, ne? Zdaj smo lahko heroja, mi dva tudi tu, ne? Ampak ko prije do neke situacije, pa to čisto drugačne. Boš to vse skupaj, kaj se zdaj pogovarjamo, verjetno pozabo. Ja, eni bojo rešili, eni pa... Ja, pa lahko ti, ne vem, v miru vse potreniraš, se navadiš, pa pizdarija, pa ti noge odpovejo, ali pa veš. Točno tako, jaz si čisto kontra, ne? Ja. Tada, ja. Kak pa je pol recimo tudi, če imaš stari neki gasilni aparat doma? Ker kao naj bi ga na, ne vem, toliko časa poservisiral, zamenjal. Vse imamo na brigadi, imamo servis, preneseš tja, pa ti ga porihti. Pa to ni nič panike, če preko roka bo glih tako pogasilo. Tisto pa oni točno vejo, zdaj koliko je lahko preko roka, zdaj ker nekaj življenjsko dobo pa imajo. Aha, ok. Ker je tlačena posoda, pa mislim, da ima nekaj. Ok. Kaj bi si ti kot poklicni gasilec želel več za svoje delo, oziroma kaj vam manjka, kaj rabite? Bom rekel, da z tega vidika, ne vem, smo spoštovani, to je vsekakor, nismo prezrti v družbi, imamo zelo dobro opremo. Bom pa rekel, da res tisto, kaj nas časih, bom rekel, čisto tako po domače pizdi, je pa res tudi finančen, bom rekel, tisti 15. ko pač včasih vidiš, ne, da se vprašaš, pa pismo, kak ne. Če nas je tako malo, mogoče bi lahko malo bolj to pogledali, samo z tega vidika, kaj se tiče, ne. Ja. Je pa res, da delo pa še bomo naprej upravljali strokovno, pa po najboljših močeh. Imate kak je, ne vem, račun odprt? Brigada Maribor, da se donacije? Ne, vse to je problem, mi smo javni zavod, in to ful problem. Že leta smo imeli problem s ta koledara, kako za to nakazati, kito, to je tožno. Birokracija za pizdi. Birokracija pa je v Sloveniji. To pa je nora. Tada nijamo nič, da bi lahko... Pa niti, mislim, vse ne rabimo, ne, zato ker dansko smo pač plačani za to. No. Samo je smotano, recimo, ker jaz verjamem, ful dosti folka
veš, se vam bi tako ali drugače zahvalilo, pa bi rekla, tu imate, ne vem, jaz vam doniram 500 €, jaz vam doniram 3 ure ali pa ono. Samo to je pol tudi, kam to, mislim, zakaj porabi to, včasih mogoče je boljše, da je tako, no. Čist tak, z nekega tehničnega oziroma razumskega velika. Ja. Lani, zdaj sem se slučajno spomnil, je bil en gasilec, ko je dobil ful nekih sredstev nakazanih po poplavah, ali kaj? Ja, to je bilo iz Maribora? Ja, ne, tista je bilo dolje, ja. To so imeli nekaj, tista slika, ko je bila. Ja. To so imeli pa Pa je bila pol cela neka drama z njegov partnerko, kaj je bila? Ja, pa dejansko je bilo tako, ja. Dio. So dobri, veš, to so tako dobri policaji, pa slabi policaji. Ja. Se najde kakšen slabi gasilec tudi, ampak to so bili prostovoljci, ja. Ja. Vi ste drugače tudi bili takrat na požaru na Krasu? Ja, smo šli, ja. Vse večje požare, to pač, zato ker gremo pomagati, bom rekel, po tej vodstveni, ne, ker tam je res ogromno, bom rekel, ogromno število ljudi bilo prisotnih, ampak ja, to so ker težke požare, ampak ne z tega vidika, zato ker prideš na drug teren, specifika in je vse novo, ne. Takrat smo imeli, kako bi rekel, državljani, srečo tudi, ali je bilo? Ja, smo imeli srečo, pa bom rekel, da smo imeli kar gasilstvo je kar razvito v Sloveniji, ne. Po številčno, sploh prostovoljno, ne, pa tako sem ti omenil, ne, z opremo tudi, pa znanjem, ne. Tada smo kar, no, pripravljeni, tudi prostovoljci, se pravim, mi čisto normalno sodelujemo z njimi, ja. Intervencija, in na nek način smo odvisni tudi od njih, ne, zato ker nas je premalo v tej smeri. Ja. Je bilo to vrejo, da so air traktore kupili, ali bi bilo boljše, če bi letala za gašenje kupili? Mislim, ful vrejo so, ja. Samo to bi se moglo malo drugače lotiti, ne, tako da kupiš avto brez voznika, ne. Ga nalago imaš samo v garaži, ne. Je še tisti pilot, kaj so ga šolali, je šel v Italijo za raj, ker je dobil Jure pa plače pilot. Ne sebat. Ja, čist tak. Se pravi, zdaj nijamo uporabnega pilota trenutno? Ne, saj slovenskega, ne. Je to problem, ja, vse tem, ampak... Imamo pa mislim, da 2, ne? Ja, kot tak nakupa je bil vrejo, ne, mi rajmo to, ne. Samo ja, kaj ti nuca, če nimaš folka, ko se za... To pač je bila prilika, hvala Bogu, da je prišel, ampak nikdar ni prej to študiral, ne. Ker to so res, to je neka procedura, sploh za pilote, to so, mislim, za komercialnega rajiš toliko, bom rekel, treninga, ker to je res, to je dejansko traktor, no, ja. Ko leti. Ja. V najtežjih pogojih pa, ne. Samo ne bi bilo, mislim, generalno gledano za gašenje boljše, da bi bil tisti, kaj že... Kako se mu reče, letalo? Kanader, tisto je preveliko za nas. Ja. Res? Za nas so bolj uporabno to. Ja. Ok. Kar se tiče pač geografije? Ja, pa... Aha, okay. Vsega skupaj. Ja. Vsega glih tako dobimo, ne, ja. Če ga hočemo, ampak bom rekel, da so kar primerni te traktori. Sam tako smo ugotovili, oziroma sem ugotovil, ali kakorkoli eno. Ja. Da. Pri nas je tak, da je v vsakem hidrantu full vode, ali kak je s tem? Ja, to Maribor je porihtan, kar se tega tiče. Ni tako, ne vem, v Los Angelesu, ko... Ne, to malo. To je res, kar se tega tiče, tu smo. Sploh prostovoljci so zelo dosti sodelovali z mariborskim vodovodom, pa so delali popise, pa servisirali, bom rekel, obnavljali te hidrantna omrežja, pregledovali, teda se je naredil spisek, pa kjer niso bili res, pa popravili, teda to imamo, to ni panike. Ok. Vode malo v Mariborju. Daj mi reči malo o sebi, kako muziko poslušaš, kakve filme gledaš? Bereš knjige, ne vem, rad knjige, kuhaš? Ja, to bo res. Zato je, zdaj ko sem obaj to končal, oziroma ko končujem, je največja zvezda bo po mojem ta otok za kuhanje. Da bo to kar v srčju, bom rekel, hiše. Drugače pa muzika, kaj te vem, sigurno MK. Ok, nice. Mariborčani. Pa sem še tota generacija, pa neki rock, malo manj bom rekel, to je domače, narodno zabavne, to ne tak spremljam, da bi, oziroma ne tak poslušam, ampak bom rekel, cel je neki spekter širok imam, ampak to pa najbolj tako, pa kakva Siddharta pa to. Okay. Za filme pa ti bom rekel, da nisem nekaj, ne držim, da bi se gledal, ne vem, kdaj sem na zadnje. Ne vem, na Netflixu sem pomagal do Avicii pogledal tisti dokumentarec, pa še ta je kratek, ne, ja. Za film pa res se nas spomnim, da bi celega pogledal. Okay. Se pravi, res bolj pač narava. Ja, nimam časa, da bi niti... Kaj, bicikl, laufanje, vse pohodi. To, kaj si rekel, ja, pa... Nazad, ne vem, 14 dni nazad sem prežgal televizijo, pa je rabila 45 minut, da se je posodobila. Sem polobupo, pa... Pa vse to pri meni je isto, ko... Itak zdaj, ne vem, da smo na zadnje imela z mojo cedaj, kaj film pogledala,
Te pa ga dobima in pol zbiramo, oni kurčevi film, Ja. pol leta, pol si tak že zaspan in pol samo zapreš dol, pa Ja, gotovo. ni, mislim, vse so jasna. Tega. Ne vem. Zdaj, ko potujem, mogoče si včasih nekako, a pa še tisto, serijo nekaj začnem gledati, pa tako pol pozajem. Ne. Ja, Ali pa zaspim na letalo, ali pa ne vem. Nisem tako, da bi bil res. bi bilo mogoče kul, da bi se posnelo za promocijo, ne vem, kaki reality show z gasilci. Ne, so že probavali, pa po mojem. So probali? Ja, že bilo nekaj so imeli. Tu v Mariboru ali? Ne, mislim, da je v Sloveniji bilo nekaj, ampak ne, to folk drugače zame, pa pol, mislim, vsaj jaz mislim, da ne je bilo vrevno. Bolje je to tako si zdaj, ne vem, da se pomeniš, pa da. To je, mislim, neka zadeva, tako ko je, nekaj vredno, no. Ja. Tisto pa, kaj te vem, no. Ker vem, da takrat je bilo Lahko dobijo drugačen občutek, oziroma napačnega. napačen občutek, ja. Oziroma predstavo, to boljši, no, ne občutek, predstavo v gasilcih, no. Mogli bi imeti tako, da bi lahko, ne vem, kakega super srečneža ali pa, ne vem, največjega donatora, tu pa tam na kakšne manj zahtevne intervencije povabili sabo. Ja, ja. Vse je bilo pred časom je bilo v Kopru. Župan takrat je bil udeležen prometne nesreče, pa so po tistem, ker dobili novi gasilski dom pa vozila. A veš, Vse včasih najde. samo ta pravega, imaš rešiti. Vse ti pravim, ja, to je. Polko nekdo vidi, da dejansko da so odvisni od nas, oziroma vse folk ve, ne. Ja. Pač se hitro pozabi to, ne. Ja, itak. Kaj smisel? Ja, teba, če MK poslušaš, MK, ziher bo to vijo, če ne bom pa poslal klip, lahko bi kaki komad naredil za Mariborsko gasilsko brigado. Ja, se je že bil enkrat, oziroma večkrat je bil pri nam. Je bil? Ja, Ok, dobro. to da nas po mojem tako malo pozna, ne. Dobro, ok. Daj mi reči, v vseh teh svojih letih gasilstva, 18 si rekel, pa v vsem, kaj si še v privatnih vodah, pa hobijih, v vsem doživel, kaj si se tisto najbolj vredno naučil, kaj ti je življenje dalo, kaj ti je služba dala, sodelavci? Tako sem ti rekel, ne, da smo ful bedljivi, ne. Da si, pa te res naslednji trenutek ni lahko več, ne. Pa da si tu odvisno od drugih, ne samo od gasilcev, pa bilo kaj tak, ne. Tisti čudo so človeka, ali pa ne, na nek način to skozi bolj pozabljam, veš kaj mislim. Tudi, če nimaš časa, pa to, tudi jaz sem včasih, ne vem, nisem moje poklice sploh ne vedela, je rekla, sploh ne vedela, če boš umrl, ki si, ne. Dansko, ja ne vem, mama, jaz sem v Hamburgu, jaz sem pozval ti povedati, ne. Ja. Bolj, ko si starejši, bolj vidiš nekaj, ne, včasih kakva beseda, pa ti pravim, tudi so čudo človeka, ne, kakva lepa beseda, ali pa kakva lepa gesta, mala gesta, ne rabi biti to za neki finančen zalogaj, ali pa bilo kaj takega, ne. To, ker, ja, si gor priješ, da včasih res to je nekaj vredno, no. Ker ti tudi dobiš to nazaj, ne, sploh mi, ne, v službi, kot tako nekaj, ne, se tudi zahvalijo, pa dejansko folk misli to, ne. Verjameš v karmo? Ali pa Ja, jaz sem, po mojem, ja, se mi vrača, res dejansko, no. Dejansko, ker delam dobro stvar za, sigurno, nisem bil mačka v prejšnjem življenju, ali pa ne vem, pa nekaj sem mogel biti. Kaj pa vera? Vera je pa tak, ne, da, kaj te vem, mislim, ja, pa ne. Sem veren, nisem pa zdaj, da bi vsako nedeljo šel da bi šel v cerkev ali pa bilo kaj tako. Že, ne vem, od malega, od Ja, ker starša sem bil vzgajan preneseno? tak, pa zato, ker sem boter nečakal pa v tej smeri, ja. Se ti je kdaj, ne vem, kdaj je tako zgodilo, kakšna intervencija, da je šlo za las, pa si mislil, kaj to pa je za nekaj višjega moglo, ne vem. Kaj ti ja včasih poštudiraš, ne? Ampak vedno sem poštudiral, da še ni prišel tisti moment cajt, oziroma Ni bilo cajta. usoda, ja, ni usoda druga, hoče ima druge namene z mano. Kaj bi rekel o sebi, kak bi se z eno besedo opisal? Ja, včasih ima kjer napačen občutek, zato ker zgledam ful nedostopno, ne. Pa zgledam tako, ampak ko se odprem, sem pa res čisto Mehka drugače. sredina. No. Ja, mehka sredina bolj. Ja. Drugače pa kar strog v službi, po mojem. Okay. Včasih tako treba biti. Jaz sem, mislim, avtoriteta mora biti. Ne? Ja, se, ampak ja. Boljše to, ko pa da bi bili vsi, ne, Ja. vse razpušeno. To ja, pa kar aktivno, bom rekel, na vseh področjih. Pa dosti imam prijateljev kot take, da res lahko, ne vem. Danes smo leteli v Turčijo, pa takrat, ko je bilo v Istanbulu, je res snega padlo. Ko smo obtečali na letališču, sem poklical kolega, ko ima hotel, je rekel, da ni problema, pridite, tako smo čez eno vloko šli k njemu, bilo kiko sem, to sem pa res toliko
hvala Bogu, prepotoval, pa toliko ljudi spoznal, da bilo kje, ko se nekdo najde, neko je res. Vse pravim, to pa je po mojem karma, polko pač dobiš nazaj. Ja. Daj mi reči, za vse mlade generacije, ki prihajajo gor, jaz bi rekel, v vedno bolj čudnih, pa težkih časih, pa vse že čist zmešano, pa ne smeš nobenemu nič prav reči, pa kaj bi ti mlajšim generacijam svetoval? Ja, ta mlajše generacije se je mogle vseeno zavedati, da še vedno smo ljudje, ne. Kljub vsem tehniki, pa vsemu ostalemu, ko nam nudi, pa olajša življenje, še vseeno, ne, si človek na koncu. Ko staneš gol, ali pa kaj bi temu rekel, ko si res odvisen tuj od drugega človeka, ne. Tada, to je po mojem to v prvi meri, oziroma v prvi vrsti, ne, da se zaveš, da si človek. Ja. Kako se ti pa današnja družba zdi? Primerjavi z... Je bolj čudno, no. Ja, ampak pač tak je, ne, se spreminja, ne, ampak ja. Pa je to, misliš, ne vem, naravna pot, ali se ti zdi, Ne, da mislim, smo to družba zajebali, ali... Ja, po mojem smo kot družba, vse vprašanje, kako dolgo še bomo ostali, ali bomo šli kot dinozauri nekam, ali pa. Dansko se viš, ne, tu ne vem, verjetno spremljaš tu umetno inteligenco. Vse, ja. Ne vem, si se kdaj pogovarjal že z ChatGPT-om? Ja. Enkrat ga vprašaj, kaj ima on o tem mnenje. Se pogovarja, pa štuji ti napisal, da na koncu se bo to šlo v čisto drugačne namene in bo konec, ne. Zdaj sem se slučajno spomnil. Jaz sem, ne vem, s kom se zadnjič menil. Eni pravijo, da je to teorija zarote, ne vem, jaz sem par dokumentarcev pogledal, par stvari prebral, dvojčka v New Yorku bi se naj sesedla zaradi pač temperature, da se železo tako res začelo zvijati pa stopiti, kako so to, mislim, kako je dejansko, imaš res, če greš gledati te dokumentarce, ful, ja, imaš nekih teorij, pa kaj pa bilo točno, pa dobro, ne. Mislim, jaz sem gledal enih par stvari, da bi naj bil eksploziv pod takem, pa da bi se naj demolirano. Če bi to gotovili, oziroma da bi nekdo prišel z nekimi dejstvi, ne, ne bi bil presenečen. Ja. Tak verjetno ne bi bil presenečen, če bi jim rekli, ja, pismo nismo bili na Luni, ne. Ja. Pa še dejan, mislim, vse verjamem v to, ampak ne bi bil presenečen čist tako. Ja. Se pravi, drugače pa načeloma vse lahko pač, ne vem, taka je glene konstrukcija. Sigurno, ja. Verjetno, ja. Po mojem, ja. Ok. Ne, sem rekel, to te moram danes sprašati, ker pa dosti se s kolegi menimo, pa to pa vsi pravijo, ne, pa to je... Ja, se ti pravim, to je pač... Zdaj pa kaj pa doben nabi od najo, ne. Dansko, da je bilo v politične namene oziroma kakorkoli izkoriščena, pa ne vem, za neko... Nema pa vedela, nekaj smo premala. Ja, res je. Jernej Kelbič. Še vedno. Kak je tvoj nickname? Imaš kaký vzdevek? Kelba. Partizanski? Kelba me kliče, ker verjetno zaradi preimka, pa ker je bil bratranec že teda. Ok, Kelba, ok. Jernej Kelbič, Kelba. Res najlepša hvala, da si dal cajt. Hvala tebi. Hvala, da ste nas povabili v brigado. Dobrodošli tudi z majhnimi otroci, družinami, brez družin. Bom prišel, definitivno. Zdaj si upam, mogoče malo, ker pač zdaj smo malo bolj se poznamo, da če mi kaj se zapali, da te hitreje tu kot... Tisto nema, tisto za vse isto. Isti kurac. Isto. V glavnem, ja, hvala. Zahvali se vsem sodelavcem. Itak se bom, jaz tudi v videu bomo poslali, bomo pošerali. Poslušalci, gledalci, upam, da vam je bilo zanimivo. Hvala res, da si vzel cajt, da ste nam omogočili, pa upam, da smo z današnjim pogovorom malo bolj širši javnosti dala vedeti odgovornost vašega dela, koliko se trudite, koliko ste premalo plačani, pa da ste res pač, jaz bom temu rekel, spoštovanja vrednemu poklicu in pač zvesti. Ja, smo neki, bom rekel, mozaik. Definitivno. Pa neki delček v družbi, definitivno. Ko ga rabimo. Definitivno. Pa res sem prijetno presenečen na začetku, ko sem ekipico na hitro videl to vašo izmeno, da ste res pač svaka čast. Pa nobenega osebno ne poznam, ampak že energijo, ko začutiš, veš. Tako občutek, tako da, hvala. Hvala tebi, ne. Poslušajte, gledajte, če imate male otroke ali pa če ste veliki navdušenci, se oglasite ob sobotah, ne? Točno tako.
sobotah, pa če te imeli srečo, vas Pa mogoče. mahajte nam, ko se pelamo. Točno tako, točno tako. Ej, folk, lepo bojte, se vidimo, se slišimo. Yo, hashtag progress Hashtag report. progress Yo, report. hashtag progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress This is a report. progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for the Okay, this is crew. my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadelka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat.